Dame in gospodje, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Brez dlake na jeziku, kjer bo, oziroma že je, danes z mano, kako bi jaz zdaj to napovedal, ne tako pompozno, kot je on to nekoč počel. Z roko. Ja, rekel bi, da je z mano televizijska legenda, radijska legenda, človek, ki je v 90-ih, mislim, da bil najbolj popularen Slovenc, celo bolj priljubljen od Jezusa Kristusa se je govorilo, da je bil takrat. Zdaj, če je to res, bom preveril z prve roke. Človek, ki se je potem vrgel v privatno televizijo, privatni radio in je rekel, evo, zdaj grem pa to probat. Človek, ki mu ni vseeno, kaj se dogaja okoli nas, zato se je začel ukvarjati že dolgo časa nazaj s politiko, v katero se zdaj po nekem takem premoru, vse tako občutek imam, znova vrača. Skratka, z mano je človek, ki ga izjemno spoštujem, ker je naredil res veliko. Človek, ki se stara bolje kot Tom Cruise in Brad Pitt, kar je tudi fascinantno, zakaj tako, tudi to hočem zvedeti. Brad je nehal piti. Ja, to je res, ja. Skratka, z mano je, kaj ne rečem, Stojan motherfucking Aver. Stojan, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Hvala ti lepa za to pompozno najavo. In res je, ja, tam v 90-ih sem dobil takrat nagrado Mediane kot najosebnost desetletja. Najosebnost desetletja? Ja, to je bila, bi rekel, nagrada, ki je lahko rečeš, recimo temu krona nekega medijskega dosežka. Žal mi je, da tega več, kolikor vem, niti ne podeljujejo. Ja, ti si bil zadnji. Ne podeljujejo tudi Viktorjev, ker če bi podeljevali Viktorje, bi jaz predlagal tebe. Bi bil čas, da bi ga dal, ampak je zdaj častnega v bistvu. Zdaj ne vem, zakaj tega več ne počnu. Zato, ker nima ga komu dati. Ja, kaj ti ne rečem. Ampak Stojan, glej, res ta velika zgodba teh 90-ih let, če tam začneva, mislim, jaz upam, da mlajše generacije to še vedno vedo, kdo je ta Stojan Aver, ta neki Mariborčan, razumeš, ki je zasenčil vse Ljubljančane in vse, kaj je takrat bilo na sceni. Se zaveda mladina, kdo si ti bil dejansko in kaj si takrat ustvaril s to svojo slovito in ikonično vdajo Poglej z Denim. Mnogi se tega še spomnijo, kar sem zelo vesel, da je vdaja še vedno kultna. Večina je že umrla? Ja, večina misliš. No, pa mladi seveda, ki se takrat še niso rodili, niti ne morejo tega poznati. Ampak je pa zanimivo, da ta glasba je pa še vedno zelo močno prisotna. Če dalje bolj. Ja, in to sem videl, ko smo pred 2 letoma nazadnje delala to oddajo, oziroma ta podcast. Sem potem seveda gostil ta kultna imena 90-ih. V oddaji gostil sem recimo Severino, ki je bila takrat 90-ih, recimo temu, že ikona. E.T., bolj rečeno Vano, ki je še vedno, da rečem, izredno uspešna, bi rekel, vsaj kar se glasbe tiče, skupina kot skupina. Pa recimo Kolonijo, govorim o Indiri, ki je še vedno močna. Lubego smo imeli, Ace of Base smo imeli. To se spomnim, ja. To je zdaj 2 leti nazaj. Bobo se je javil, pa online. Čolic se je javil, Bonjem se je javil, veš. To so bili pa potem seveda kultna imena, ki jih seveda na oddaji ni bilo. Najavili smo, da bodo prišli drugič, ampak tisto drugič pa ni bilo nikoli še. Ja, zdaj, še zaenkrat. Ja, zdaj, kaj se je zgodilo takrat s tem revivalom, če imaš šla v samo oddajo malo to, kaj se je takrat zgodilo? Vem, da si neke zaplete imel, da si na nacionalko to spravljal, pa se je predstavljalo, pa 10-krat so termini spremenili, pa čakaj malo, kaj se tu zdaj dogaja. Dejansko je ena taka velika zgodba, ki si jo ponovil, pa si naletel takoj na neke težave. In kaj si pol mislil, pa pejte vsi boj do mater, jaz se tega več ne grem. Točno to, vidiš, da je ta žlehtoba ne pozna meja. In veš, ta Ljubljana, kakorkoli obrneš, se je preveč centralizirala, preveč je mačehovska, preveč se koncentrira nase, tudi ti se trudiš tu po Celju. Ampak, veš, vse se v bistvu koncentrira tja in samo podatek, da se vsako jutro v Ljubljano pripelje 140,000 ljudi na delo, bi človeka zmrazilo. In zdaj, če govorimo o Štajerskem delu, pa tam okrog Maribora, pa okrog širše gor do Murske, iz tistega konca vsako jutro 50,000 ljudi gre v smeri Ljubljane. 50,000. In veš, mislim, mi se moramo vprašati, pa kdo je tukaj nor, namesto da bi ta Ljubljana širila
bi rekel, neke svoje podcaste, veje, recimo temu nekih normalnih vej oblasti zunaj mesta in bi mesto dihalo, živelo, ne, se vse bolj koncentrira. In to je po mojem čist narobe, ne, ker na koncu koncev sami sebe uničujejo, po drugi strani pa zamisli si, ne, koliko je tu izpuhov, koliko je to energije, koliko je to benzina vsak dan, ko se te trume množice valijo proti Ljubljani. Ne. Jaz res tega ne razumem. Na te aktualne teme, politično obarvane, še prideva, ne? Pa to ni politika, No, ampak, to je vprašanje, bi rekel, ja. nekega normalnega življenja. Ampak ne vidim politike. Ampak najprej moramo show business obdelati. Ne? Ja. Najprej moramo to obdelati. Ne? No, glej, no, in ta vdaja, ki je takrat se pojavila, vem, da si imel plane, da bo to še, pa da boš mogoče celo so ti eni malo nabigovali, da bi ti to začel redno spet na TV. Okay, vem, da te je takrat to zadrajvalo malo, ne? A potem si se ustavil. Ne? Zakaj je to? Imaš občutek, da te ne rabimo več, ne, na televiziji? Tako, pazi, ti pripelješ, ne, recimo temu nekatera imena, ki že leta jih Televizija Slovenija ni pripeljala. Ne. Govorimo o recimo temu naboru najboljšega, kar je recimo temu v tem prostoru Juge. Ne. Naštel sem prej, bi rekel, tiste izvajalce, ki so prišli tisto večer, seveda bi lahko prišel še marsikdo, ne, pa enostavno ni bilo časa, ker veš, dali so mi 75 minut, zdaj pa ti slači noter najboljše v 75 minut. Ne, skoraj nemogoče, ne. Mislim, težko. No. To je tako, da rečeš, slači 5 slonov fička. Ne. No in potem zdaj smo imeli v planu 2 oddaje, ne. Najprej seveda pregled za to, da bi ljudje, ki tega niso poznali, sem naredil en taki kolaž tega, kaj je ta oddaja Poglej za Deni sploh pomenila takrat v 90-ih. Ne. In moj plan je bil, da to oddajo objavimo okrog Božiča, ne, okrog tistih dni. Ne. Sam Poglej za Deni šel tako zvani revival pa za novoletne, rekel, praznike. Ne. Tak je bilo tudi zmenjeno. Ne. No, potem pa so seveda začeli razmišljati, ne, da ne bi tiste prve oddaje bilo, ne, da bi bilo boljše, če bi bila kar druga, pa še tista vprašanje kdaj, ne, in sem in tja. Mislim, popolnoma nesmiselno, ne, nelogično, ne, na koncu še enkrat povem, oddajo so dobili na ključ, pa to zastonj, ne, torej, nič ni zdaj stala koga, ne, da bi to iz nekega budžeta šlo, da bi kakšen honorar bil. Ja, mi smo imeli nekaj sekund reklam, ne, za tiste nekih par sponzorov, kar smo imeli. Ampak v bistvu pa televiziji daš program, ki je recimo temu gledljiv, ne, zastonj, ne, ker vemo, ne, da ta televizija pa zdaj bodi odkrit, ne, kaj pa zdaj ponuja RTV Slovenija našim gledalkam in gledalcem. Govorim od zabavnega programa. No. Še tisti, ki je najbolj, bi rekel, nezbirčen, najverjetneje zabave ne bo iskal na RTV Slovenija. Ne. No in... Pa me res zanima, kaj ti misliš. A je kakšna oddaja ta trenutek, ki jo ti gledaš, pa recimo temu, da je zabavna? No. Ne. Če je zabaven dnevnik. Mislim, no, jaz tudi, če grem širše, zdaj še izven nacionalke, tudi neč ne gledam, ne, ker tudi se en kurc, po domače rečeno, ne. Ja, no, ravno zato sem te izzval, ne, da bi morda bil čas, ne, da old school človek, ne, obvlada to, pride nazaj. Ne. Ja, in zdaj pazi, zastonj dobijo, ne, pa še to ne bi zavrteli. Ne. Zdaj se pa res sprašaš, kdo je pa nor. Pa kaj je bil razlog, se ti pojasnili? Ne, ni bilo dobenega razloga. Ne. Na koncu je bilo rečeno, se pač tam nekaj okoli mislim, na koncu je bilo pazi rečeno, da kvaliteta, ki smo jo mi pripravili, ni bila dovolj dobra. Ne. In pazi, da bi bila še večja fora. Ne. Ja. In potem pač povejo, ja, veš, tam na 46 minuti je nek del, ki ga je treba popraviti, ne, zato zdaj te oddaje ne moramo zavrteti, pa tam je nekih 20 sekund, ki je malo ton, malo drugačen, ne, pa je treba to popraviti. In mi pol to popravimo. Ne. Zavrteli so pa prvo verzijo. In zavrteli so pa prvo verzijo nepopravljeno. Ne. Ja. In zdaj se še enkrat, ne. Ja. Pol smo tu, kjer smo. Ne. Zakaj pa nisi v Stožiče se oddelati ta revival? Zakaj si ga v to malo dvorano v Mariboru? Ja, no, sej, to je bila mogoče res napaka, ne, ker sem sam sebe sem malo podcenil, ne, ne veš, kako bo, ne. Ampak res bil je pa, bi rekel, tak, bi rekel, naval za te vstopnice, zanimanja je bilo ogromno, ne. Jaz se pa enostavno nisem znal predstavljati, kako to bo, ne. Ampak vidiš, ne. Ja.
Takrat, ko smo se 2 leti nazaj, zdaj bo že mislim, da več usedla skupaj, takrat si pripravljal to, ta comeback. Zdaj se je zgodil takrat potem. In kak si imel ti občutek, ko si po tolikih letih dejansko te svoje velike čevlje stopil, s svojimi znamenitimi reklici, ki jih imaš 10.653, sem te videl, ampak je bil znatno lepši kot takrat pred davnimi leti. Si se potrudil končno. Veš. Ampak hočem reči, kak je bil občutek, ko si stopil gor in si rekel, pizda, glej, kaj je to, sem jaz zdaj unaver iz tistih časov, ali kaj se dogaja. Kak je bil tisti feeling, tisti prvo sekundo, ko si bil gor, ti si je pol steklo, ampak tisti uvod, veš. Pa ne, sej v bistvu, veš, ko se ti vrneš, pa ko si spet z istimi dekleti, kot si bil nekoč. So plesele, bravo. Kazina je bila popolna ista predstava kot takrat, res da so bile punce pa skupaj z mano, 25 let starejše, ampak nič narobe, poglej, kako so izgledale, mislim, še zdaj fenomenalne. In potem, ne vem, tudi ene power dancerke, ki so se posebej zame združile, ker predtem ni bilo šans, da bi še enkrat stopile na oder. In so spet blestele tam na odru, in potem napolnile, ne vem, ljubljansko, mariborski tabor. A veš, je nekaj na tem. In škoda je, da tega ne prepozna, bi rekel, vodstvo RTV, in da tega ne goji naprej. Seveda, zdaj, zakaj pa meni osebno ni jasno. Zdaj, glej, bomo šla potem še malo na te zvezde, ampak kaj je treba poudariti, ti si tudi mnogim slovenskim izvajalcem dejansko s to oddajo odprl vrata, začel njihove kariere, pa se mogoče, ne vem, poleg Power, ki so bile najprej plesalke, pa so potem postale pevke, se spomniš še kakih, ko si jim dal ti šanso. Vsi dejansko. Ti moraš nekaj vedeti, da recimo skupina Viktor ni bila na odru takrat kot neka skupina, ki je znana. Jaz sem jo dal v zvezdni prah. To je zdaj recimo, ne vem, Slovenija ima talent. Jaz sem imel v sami oddaji eno rubriko, da smo iskali nove zvezde. In Viktorje sem dal noter kot, recimo temu, potencialne zvezde. Pa dobro, sej tudi takrat, recimo, en Babylon je bil, ne vem, tistih 90-ih letih kultni band. Komadi, ki so jih takrat oni imeli, so na nek način bili zametki nekih, bi rekel, začetkov slovenske, recimo temu, modernejše produkcije. In takih, kot je Dominik Kozarič, ki je takrat, recimo... On je bil prejšnjem podcastu, je bil gost. Dominik je še vedno faca, nič kaj, Ampak, glej, tudi on je skozi to oddajo zrasel, pa ne samo on, tudi nek Magnifico, recimo, je tam dobil prvo priložnost. Kaj pa tujci, recimo te tuje zvezde, vedno takrat, pa to se še danes rado govori, kaj je takrat ta Aver naš, ne pripeljal v svojo oddajo, pripeljal v Slovenijo. A veš, to so bili takrat res top shit izvajalci, od teh boy bandov, kaj so bili Backstreet Boys, NSYNC niso bili, so bili Caught in the Act, razumeš, Kelly Family. NSYNC, to moraš vedeti, da je... Justin Timberlake. Justin Timberlake bil pri meni, pa tudi Take That, A veš, to so kultna imena, In da se to da, smo na nek način, seveda tisti mali, bi rekel, priložnostni oddaji, ki je bila pred 2 letoma, veš, ipak pripelješ Ace of Base, ki je v Ameriki dobu Grammyja, ki je 50... Prvo mesto Billboarda je bili komadi. Seveda, pa tudi Lou Bega, najbolj uspešni izvajalec 90-ih po številu predvajanj na svetovni sceni. A što niso mala imena, Tudi, ne vem, en Magic Affair, ki je bil takrat, recimo, s temi modernejšimi ritmi top. Seveda, meni je žal, da Slovenija tega več nima, ker to nas je delalo, to malo državo nas je dalo na nek evropski zemljevid. In ti tujci so vsi govorili o tej Sloveniji, pa spomnim se, recimo, avstrijska televizija je vsak teden bila z nekimi kamerami pri meni in so imeli v ORF-u neke mini reportaže. Hrvati so hodili k nam snemati za kulise oddaje in so imeli non-stop, bi rekel, neko reportažo. To so stvari, ki jih zdaj ni več, in na koncu vse nič narobe, imamo pač pa jade šov, kaj ti ne reče. Tega nimamo več, se ga že ukinili. Ampak da te vprašam stoje, kako je pa bilo mogoče, da si pa ravno ti
takrat dobil ta imena, si imel kakšne povezave v tujini. Vem, da si mi takrat razlagal, da so te nekje blizu včasih nastopali, pa ste jih še vi tukaj dobili, ali kdo prav zaradi tebe prišel v Slovenijo, pa se je pripeljal ekstra za oddajo. No, seveda so tudi zaradi tega, ne? Ampak imeli smo pa kar neke dobre naveze za nekaterimi tujimi televizijami, ne? Recimo pač srečo sem imel, ker je bilo kar nekaj takih oddaj, potem naslednji dan v soboto, ne, konkretno recimo Tomas Golčar, ki je imel Wetten das, to je ena izmed kultnih oddaj, nemško-avstrijske in švicarske televizije, najbolj gledana. Ne. In tisto, kar je bilo v petek pri meni, je bilo pol soboto pri njemu. Ne. Pazi, si lahko zamisliš nekaj, kar je Slovenija imela v petek, je potem gledala Švica, Avstrija, Nemčija v soboto. Pa kako ti je to ratalo? Ja, te povezave so bile ravno s temi avstrijskimi. Ja, kako si ravno ti te povezave? Pa se te stvari, poslušaj isto, te stvari so še danes. Ne? Samo ti se moraš, če ti se potrudiš, pa pripelješ mene, evo, jaz sem tu. Ne? Ja. Če se ne bi potrudil, kdo bi danes bil tu? Ja, to je res. Ja, najverjetno je ta čistilka, ki tu recimo, ampak dobro, ampak veš, ne, ti si mogel biti velika karizma, mislim, ti si mogel biti velik ta, bom rekel, človek, ki je to obvladal, ta sistem, ta spin doktor, pizdarija, kako ne rečem. Ne. Ti si to znal, to ni hec. Še posebej zato, ker takrat ni bilo nekih e-mailov. No, vidiš. Takrat so bili telefoni. Poklicati mogo na... Poklicati, ja. Pa faks mogo poslati. Pizdarija. Pa ti je ratalo vse, pa ti je vse to ratalo dobiti. Tako, vidiš. Pa se je ratalo vse. Ja, kurac rata, se vidiš, da nič ne rata, kaj rata. Tebi je ratalo, drugemu pa nobenemu ni. Bodimo iskrena. Ja. Kurac rata, tebi je ratalo. Hvala ti, če tako misliš. Ja, lej. Ampak vidiš, včasih pa ni vredo, da komu rata, ne? Ker potem pa prije ta slovenska favšija, ki pa reče, ne, prevelik je, ja, boljš, da tega ni, ker potem se vidi, da mi nič ne delamo. Ne? In tako je. Ne? Ja. Ampak na koga si pa najbolj ponosen dejansko, da je prišel? Da si rekel, wow, tole pa faks Stojan, pa kaj si ti? Pa glej, zdaj, če bi koga izvzel, bi to bilo nehvaležno, ne? Ker na koncu vsak je prišel, je bil del te zgodbe, ne? In na vsakega sem bil ponosen. Pa ne glede na to, da je bil na odru kot nov talent, ne? Ali pa recimo kot takrat velika zvezda, ne? Ker na koncu, veš, vse skupaj je bila ena celovitost, en začetek pa en konec. Ne? In pol, ko smo hodili po Sloveniji, seveda v športne dvorane, nekomež dobiš ta občutek, ne? Kaj to pomeni. Ne? Da ti priješ recimo, ne vem, neko Idrijo, kjer nikoli ni prišla televizija, ne? Ima tam Idrija zvečer v športni dvorani, poglej in zadeni s prenosom na nacionalki, z nekimi zvezdami. Pa to je dogodek za cel kraj. Ne? To je cel kraj živel takrat. Ne? Veš, to, ko smo mi prišli, že popoldne so tam neke ženske, neke pekle, a veš, boste to probali, ono, neki vinarji so bili, ono, drugo. Mislim, to je bil dogodek. In podobno je bilo potem, ko si prej omenil privatno televizijo, ne? Ker sem pol naredil DTV, in smo potem preden sem jo seveda oddal oziroma prodal, no. Smo potem šli v Portorož, ne bom tega pozabil, ne, jaz sem delal festival Melodije Morja in Sonca in mi smo 5 let delali ta festival, s tem, da sem jaz recimo, ne vem, v sredo imel tam nove talente, Slovenija ima talent, ki so se prvič predstavili na velikem odru, v četrtek smo imeli, ne vem, kaj že, ne, v petek smo imeli nek večer, v soboto je bil finale, pol še pa v nedeljo mednarodni večer. Kjer sem pripeljal v nedeljo zvečer, ne vem, Italijane, Hrvate, iz festivalov, ki so zmagovalci bili, se pravi, Portorož je živo. In če si prišel takrat v Portorož, popoldne je bilo 5 odrov na promenadi portoroški, na vsakem odru se je nekaj dogajalo. Viš, to je tako, da bi rekel, nek festival, a ne? In zvečer, ne, sreda razprodana, četrtek razprodana, petek razprodana, sobota in nedelja razprodana. Ne? Cel teden je živel v Portorož. Ne? Zdaj delajo ta festival, praktično niti ne veš, da je ta festival. Ne? Komadi dejansko, ki tam zdaj zmagajo, redko kdo jih pozna, redko kjer se primejo, ne? Tudi dejansko niso hiti. Ne? Pa spomni se recimo komado, ne vem, Brizgalna brizga, Atomic Harmonic. Se so prvič takrat sploh nastopali, ne? In zmagali. Ne? A še danes se to vrti, ne?
govorim na nekih feštah. Ja. No, pri tebi vem, da je Domen Kumar dvakrat zmagal. Ne? Pa On je Domen je zmagal, on je bil moj gost. Ne? Še daleč je do Portoroža. Pa daj vsedi se na Manca banano. Špik je ali zmagala, Manca ne. Špik, ja. Pa no. No, pa glej, hočem to reči, ne, takrat si vedno Pa si tudi Kingston so zmagali. imel si tudi licenco za Miss Slovenije, ne, in hočem to reči, mislim, licenco predvajalo se je pri tebi, ampak hočem to reči, si se zavedal takrat dejansko, kaj si ti pravzaprav takrat naredil, ne, lej, ti si zaključil sodelovanje, ne vem, s Pop TV, z nacionalko. Zakaj ti recimo tega zdaj ne delaš? Zakaj isto Gartner ne naredi Miss Slovenije, recimo? Zakaj tega sploh ni več na televiziji? Pa imamo še Miss. Ima nekdo licenco, to že ne moreš Vem, vzeti. Lahko se zmeniš, pa to, da lahko to gledamo. Ne da jaz v cajtnikah Ne preberem, devi ta je pa Miss izzive, ne Slovenije. devi nekih izzivov zdaj pa, delati. Ko veš, da jaz naredim pizdarijo, Ti takoj, si ne devi mi mlajši, izzive. paca si. Ja. Jaz bi ti predlagal, da se tega lotiš. Ja, ker glej, hočem reči, no, se zavedaš, res, ne. ja, ampak Recimo, jaz bi rad to gledal. ja. Kaj pa jaz zdaj, recimo, narobe, če je Miss Slovenije, ne vem, na nekem kanalu, da se to pogleda. Ja, to drži, ne. Ampak glej, Stojan, se zavedaš dejansko, no, da si, ko si končal Pop TV Slovenija, recimo, da ste rekli, hvala Stojan, ne rabimo te več, kakorkoli, ti si pa rekel, aha, čakaj malo, zdaj grem pa jaz svoj projekt. Da se pa vi jebite. Ne. Ampak pazi, to ni bilo nekaj malega. Ti si z NET-TV-om eno obdobje konkuriral največjim. Ampak se ti zavedaš tega ponosa, tega ego-tripa, če hočeš, pizda. Jaz se vprašam, da meni to rata, tako v takem smislu, rekel, gledaj, pizda, materna, kaj bo te pa zdaj? Si jim dokazal, da jih ne rabiš, ne, da zmagaš. Ampak zakaj se je pa pol nehalo to? Zakaj pa potem NET-TV? To ti zdaj počeneš. Ja. Zdaj je neka nova era in ti recimo, ne vem, z nekim podcastom imaš večjo gledanost kot pa moja nacionalka v petek zvečer. To je ta problem, o katerem govorim. In ti se morda niti ne zavedaš svoje moči, ker je zdaj vse v tem, da gre, folk to gleda zdaj na telefonih, pred televizijo malo kdo sedi. In jaz se včasih zamislim, ko vidim podatke, koliko ljudi je recimo zvečer gledalo, ne vem, nacionalno televizijo. Pa to je strahovito malo. Med tem, ko imaš ti recimo, ne vem, teh klikov, ne, za neko objavo, 10-krat več kot imajo oni. Sprav, kaj misliš, da je konc s televizijo, da je zdaj vse? Jaz mislim, da je konc. Spletna zgodba je zdaj vse. Jaz mislim, da je konc, oziroma da so te gledanosti, bi rekel, zanemarljive. In zato jaz vedno znova govorim, ne, če bi danes recimo neko tako oddajo delal, ne, je treba vezati seveda na interaktivnost preko telefona. Če ne bi šlo. No, pa zakaj si nehal z NET-TV-em dejansko s tem nivojem, ki si ga imel? Kaj si obupal? Ti ni več dalo? Ne to, ampak prišla je neka ponudba, ki ni bila slaba. Ne? Za tiste čase finančno gledano ni bila slaba. Star sem, ne da si mi več. Pa veš, ko ti nekdo pač reče, mi bi to kupili, prvo rečeš, in potem, ko rečejo, vreden si toliko. Pa je šlo pa kurac, ko so kupili. Ja, kupujem Ljubljanski sklad. A veš, in potem si pač sediš doma, pa rečeš, glej, tehtaj. In sem to prodal, mi ni žal, ker zakaj? Si se najedol, kaj televizija? Takrat sem dobil kar dober denar za to. Mislim, ne. Če bi tebi zdaj nekdo ponudil za to kamero, ki imaš tam, recimo temu, ne vem, €1 milijon, ne bi prodal. Dam, da ježe. Zdaj nehamo pa vzame dvar, pa je to tako sebe. Pa me ne sprašujem. No, veš, ne. No, pa glej, ne, je pa še fora, da pred televizijo si pa ti bil seveda tudi na radio, velika zgodba. Jaz sem nekoliko zadnji Stojan, bomo pa s tem tudi zaključila počasi to show business zgodbo. Se spomnim, ko si predstavljal takrat od Michaela Jacksona Black or White album, ki je prišel ven in si zavrtel, mislim, da 7 ali 8 komadov, ampak samo tistih ta hitrih, ta prvih za une ostale ti je zmanjkalo časa, ker tako dolge oddaje pa nisi imel. In kako smo mi takrat to čakali ob radiju, to mlajša generacija ne ve, da se včasih na kasete snemo komad in da si molil Boga, da Aver ne bo čvekal. Ker če ti čvekal, te bomo mi spinali nekam. A veš, in ti si imel to oddajo takrat radijsko. In jaz vem, kaj ste vi takrat nosili musko, kaj si mogel v tujino hoditi po plate, ali kaj? Drugače ni bilo. Po CD-je, plošče. Mi smo imeli skozi, rekel, ali sam, ali pa še kdo iz naše ekipe. Malo smo se menjavali, ne smo hodili bolj si v Italijo. Kaj kupovati ste mogli to? Kupovati, ja. Bodi si v Anglijo. Dobro, nekaj bi se dalo dobiti tudi v Nemčiji. Da so potem kasneje, seveda,
nekateri zavohali to kot biznis, ne, recimo en Fabio, ki je imel malo trgovincev v Trstu, ne, ko smo pri njemu dobivali kar dosti plošč. Pol kar sam hodil k nam na radio in to nosil, ne. Tako mu je to bilo dobra reklama, ne, ker smo pač povedali, da smo pri njemu te plošče dobili. On je bil potem recimo temu dobavitelj za vse diskoteke, ne. In teh diskotek je bilo kar nekaj, ne. Jaz sem bil takrat tudi DJ, bil, ne. Kar si še zdaj, ne? Ja, včasih se vrneš nazaj, ja. Veš, in to so bile diskoteke, recimo, ne vem, klub Internacional Poreč, ne. Mislim, kultna diskoteka. Nad mano vsak večer je igral Falko z bendom, spodaj v kleti jaz, ne. Falko je začel ob 8, so špilali gor fantje do 11, včasih so še malo podaljšali, jaz sem dol disko začel ob 10, tako malo warm up, ob 11 smo pol zalaufali. To je bilo po 10,000 ljudi. In potem je prišla, ne vem, diskoteka Margarita v Vrsarju, takratnih časih največja diskoteka v Jugi. Jaz sem jo odpiral, ne. Vsak večer, 2000 ljudi. In to, veš, ko se ti folk vozi iz Trsta, da pride lahko mi smo jim puncam, ne, ker to so prišle Italijanke, zrihtane v nulo, to težko povem, kakšne. In to z avti so se pripeljale v petek v minicah s petami takimi, ne. Ko se ti 30 pripeljejo, sam zaradi tebe v disko. Pa glej, ne. Ob 8 smo odprli, ob 9 je bil klub totalno poln, ne. In potem sem imel vsak večer nek band. Jaz sem prišel v polnoči kot glavna zvezda. In to, ko sem prišel, veš, ne. Pazi, star sem bil pa koliko? 18, 19. Ampak viš, ne, že takrat si bil prvi, ne? Prvi, ki je nekaj začenjal, od radija do tega, ne zdaj prvi, ki je bil na radiju, ampak prvi, ki je postal taka zvezda, ne? Pa sveža muska. Potem so pač tudi, no, ne vem, ampak si razmišljal to vse, da si ti vedno... Richard Kislik, ja. Je prišel to gledati, ne, in je potem nas skupaj zbral, ne, še potem ekipo, bila še Deja Mušič, pa Samo Sattler. In mi smo pol to pelali kar nekaj let, ne, to je bila v zgodovini Slovenije najbolj poslušana radijska oddaja. Vidiš? Ampak spet si bil ti zdrav, ne? Ja, spet si bil ti. Bil sem del tega. Ja. Vidiš? Mislim, si razmišljal v sebi, da pisa tako si bil zdrav. To danes tebi pravi. Ja, pa pozaj mene. Ti si lahko recimo v Sloveniji, nek, ajmo reči, podcaster, številka 1, ne? Vplivnež bi temu rekel, ne? Ja, influencer. Koliko imaš ti zdaj teh sledilcev? Ja, zdaj odvisno, veš, ki sem jaz najbolj močen, na Facebooku sem jaz najbolj močen. To je zdaj moja generacija folka. Tam če hočem naredim, ker oram pizdarijo. Koliko je to? Zdaj dam nek klip, za katerega se odločim, da bo pizdarija, gre tudi do 200,000 ogledov lahko klipa na Facebooku. To je nenormalna moč. To je ogromna številka, ja. To je moč, veš, ki je... Če me razjeziš, te objavim gor, razumeš? To, kar sem ti prej rekel, ne, to je večja moč, kot ima nacionalka. Pezda. Ja, se to ve. Se ti tega zavedaš? Vse. No, mislim, ne vem, če se čist. Pa daj naredi nek miks. Zakaj mene mešaš zdaj v to? Pusti ti mene zdaj. Pa ti greš z eno kamero. Pa važno je, da je to res zgodba. Ja, ampak jaz tebe prašujem, no, če se ti zavedaš, pizdo materno, ti mariborski kurac, bom rekel zdaj, ne razumeš, da si kakšna zvezda si ti bil, kaj si ti naredil, človek božji. Pa to ti veš, mnogi tega danes ne vejo. Ja, so pozabili. Mislim, vejo, kdo je Stojan Aver. No. Bili so neki drugi časi. Veš, ja, pa dobro, pustimo drugi časi. Ja. Ni še bilo teh Facebookov, pa tega, ne. Pezda. In takrat je folk pač to gledal. Zdaj pa gleda Facebook, Instagram, ko pogledaš, recimo prideš ne vem kamorkoli, prideš v nek kafič danes, ne. Pa se namesto, da bi se tam pogovarjali, pa kamo pil, vsi nek telefon štrcajo, ne. To je to, kar je narobe vse. Glej, Monika moja, ne, zdaj sem zaljubljen po novem, veš, da je 9 mesecev, imam novo dekle in sem strašno srečen, moram priznati. In si mi rekel danes, da prideš ti in reka, dej pripelj ga k meni domov, bomo tam naredili, ne. Sem rekel, čuj, ne gre, ker moram iti to hit narediti, ker se pa tam ti zavleče, veš. Aha, si že malo vesel. Ja, ni šlo za to, ne, bomo tudi na to prišla, ampak hočem reči, kako sem jaz povedal, da ti prideš. Sem rekel, pa kaj ti, fajn je, pa to je Stojan Aver, ko si nor, ne. Viš, tako je rekla, veš, ne, Stojan Aver. Fuck, pa to je naš. Vprašam, koliko je stara? Stara je 48, 43 bo letos. Ja, naša generacija. Ja, pa to ti pravi. In pazi, in se pije za materno pogledal, ne, tako prav zažarela je, ko sem te omenil, ne. Hvala, ja, ne. Zdravim. No, vidiš, ne, Monika živijo. Ampak hočem reči, ne, ko smo prej omenili tega
Michaela Jacksona, ne, vem, da je pa to bil potem predmet spotike, ne. Takrat si pa ti rekel, pizdo materno, zdaj pa čas, da jaz očitno počasi neham. In dema, vem, si to že razlagal, pa tem še zdaj enkrat izval za tiste, ki tega še ne vedo, ne. Bila je šansa, ne, kakor vem, ne, da bi Michael Jackson, kralj popa, ne, prišel na Poglej in Zadeni in nastopal na tvojem odru. In do tega ni prišlo. No, veš, v tistih časih, ne, sem jaz bil, bi rekel, ko sem to oddajal, imel večkrat tudi pozvan, ne, da naredim kakšen dober humanitarni projekt. Ne. In v Ljubljani je bila takrat v planu že nekaj let gradnja pediatrične klinike, se pravi bolnice za otroke, ne, ki pa seveda zaradi finančnih takrat težav ni zaživela oziroma se ni začela graditi. No in potem smo pač dobili idejo oziroma smo se nekako odločili, da gremo v ta projekt pomagati. Pomagal sem ogromno, bi rekel, tovrstnim organizacijam, bi rekel tudi ljudem, ki so potrebovali pomoč. In smo se dogovorili, da pa naredimo eno oddajo, ki bo v terminu Poglej in Zadeni, v petek zvečer, ampak ne bo Poglej in Zadeni, ampak bo oddaja z delovnim naslovom Kam so šli vsi. Pač neko ime smo dali. Ja, okay. In potem smo se zmenili z mobitelom, ne, da je mobitel dal možnost neko številko, da pač lahko ljudje tokom oddaje donirajo sredstva. Dobili smo 5000 medvedkov, tisti, ki so to takrat gledali, najverjetneje vejo, ne, da ko sem jaz pripeljal neke Caught in the Act, Take That, ono sem tja. To so na oder kar deževali ti medvedki. Ne. Veš, to je bil strašen biznis takrat. Ne. In te medvedke smo mi potem na teh javnih dražbah prodajali, ne, za donacijo, seveda, ne, ker veliko teh medvedkov je ostalo na odru, nekaj so jih vzeli zraven, ampak veš, ko to so vsi pa, ne vem, 1000 medvedkov na odru, kdo bo to, ne, od teh nastopajočih nosil. In so pač nam ostali, in ker smo jih mi koliko takrat nabrali, skoraj 5000, ne, smo te medvedke potem prodajali, se pravi, če si doniral, si dobil tega medvedka, da nisi kar neki. Ne. No in potem, kdo bi pa prišel kot gost? Ne? In sva moja velika želja je bila, da pač pride Michael, ne, ki je bil pa znan humanitarec, ne, on je, če že, ne, pač se odzval takšnim vabilom, predvsem iz tega razloga. Ne. No in potem smo po neki res na ključni logiki dobili možnost, da bi ga imeli na tej oddaji. Namreč menedžer od DJ Bobota je bil pozvan, da je Bobo predskupina Michaela Jacksona na evropski turneji. In ker smo mi z Bobotom bili, pa že rečem, hišni prijatelji, ne, sem potem nekako smo prišli do menedžera Louisa, ne, ki je bil pa menedžer od Michaela Jacksona, ne, in smo mu to idejo predstavili. Ne bom rekel, da je kar padel, je rekel, veš, to je pa taka stvar, ko pa jaz moram z Michaelom govoriti. Ne. In potem, mislim, veš, pač se je Michael s tem seznanil in odločitev je padla, da pride v Slovenijo. Seveda, ne, to je za nas, mislim, jaz sem vriskal od veselja, ne, ko sem dobil informacijo, da se je odločil, da pride. Ne. Po drugi strani pa seveda velik logistični zalogaj, ne, ker pazi, prvič, ne, mi nimamo niti tajega hotela v Mariboru, da ga lahko nastanimo. Ne. Mi nismo imeli takega hotela. Ne. Torej, kaj zdaj narediti? Ne? In tudi tu je popusten, rekel, pridem jaz z svojim avionom, pristanem v Mariboru, naredim šov in se po šovu vrnem nazaj na Dunaj. Pazi, na svoje stroške, ne na naše. Mislim, meni se je mešalo. Ne? Pol seveda faks je hodil, ne, ker zdaj teh mailov ni bilo, ne, faks je hodil, pa 1 uro so tisti listi ven leteli, ne, ker je to bilo 50 strani pogodbe. Pa kaj vse mora biti. Šlo je sicer za nek tipski, bi rekel, pogodbeni del, ne, ker to prvič sem videl, ne, kaj vse bi nek artist rabil, ne, pa
teh pogodb smo imeli tako ogromno. Ne, to napišejo ti menedžeri, ne vem koga vraga, vse od brisač do papirja, do vsega, kar mora njega tam čakati v slačilnici oziroma garderobi, do takih kozarcev. Mislim, vsaka malenkost, veš, tu nikaj, ne. Na koncu, ko on prije, pa nič ne komplicira, ne, ampak to pač ti menedžeri, da pač, veš, imajo malo večji plus, najverjetneje pri teh izvajalcih. No, 50 strani faksa gor dol in potem se mi že vse zmenimo, ne, in potem nacionalka reče, Michael pa ne. Zakaj pa ne? Ja, ker to je neka zgodba, je neki pedofil in to mi zdaj tu njega ne bomo dovolili. Zdaj pazi, ti se trudiš leta in leta, da ga dobiš. Na kar ti nekdo reče, pride za ston. Zdaj pa ti njemu reči, da si nek šef v Ljubljani pač zamislil oziroma prepovedal njemu ta nastop. Se znaš to predstavljati? In to Michael Jacksonu. Ja. Dobro, se če skrajšam, ne, mi smo seveda se skregali, ne, jaz sem potem zapustil, bi rekel, to nacionalko, ne. Kaj si pa njim, kaj si pa Jacksonovi ekipi rekel? Njim sem pa rekel, da te oddaja niti ne bo, da je prišlo do tehničnih, da pač nažalost, ne, čeprav, dobro, sej. Zdaj so preverjali, niso niti ne bom zahajal, ne, ampak vse skupaj je bilo pa zelo, zelo žalostno. No. In takrat smo se mi v bistvu rešili, jaz sem rekel, glej, do neke meje jaz vedno toleriram to Ljubljano, ne, in te odločitve, pa to žlehtobo, ne, ker to druga ni bila kot žlehtoba. Imeli smo največjo gledanost, imeli smo, ne vem, polno dvorano, nekaj, kar je bilo za ljudi, za to nacionalko, veš, ponos lahko, ne. In ker ne vem, sem bil 2-3 minute včasih daljši, ker tako oddajo delati v živo in nekdo te prenosu odreže, ker reče 90 minut si dal skozi. A veš, mislim, pa so me odrezali, ti se tega ne boš spomnil, kolikokrat so mene odžagali, ko smo še mi še poslovili, nismo, pa so me odrezali. In to znoriš, ne, ker naenkrat ti rečejo, niste več prenosu. Zakaj pa ne? Ja, ker si že šel preko. Not so mi nabasali, ne vem, 10 minut reklam, ki jih niti vedel nisem, da jih bo imel, ne. In to so bile stvari, veš, ko si potem rečeš, glej, kaj ti je tega treba, ne. Pa si izvedel, kdo konkretno je za Michaela? Seveda. Pa ne, sej. Govorimo o vodstvu, ki je bilo takrat, se ni mogel tam en tehnik reči, da neha ne bo, ne. Nekaj tudi koncert, vem, da je Michael tu pred nas odpadel. Takrat je ta Tony Sabol, ali kaj je bil ta sloviti menedžer zelo glasni, je to bil edini koncert v celi tej Dangerous turi, ki je odpadel, edini je odpadel ravno v Sloveniji. Dobro, tam so bili drugi zapleti, ker je bilo planirano, mislim, da hipodrom ljubljanski, ker se je pričakovalo ne vem koliko ljudi in pač on ni izpolnil tistih obveznosti. Namreč pri teh koncertih moraš, tako nažalost je, ne, nakazati sredstva, da sploh lahko začneš reklamirati. Ne, to je tako zvani torej garancijski fee. In tam je bilo, se spomnim tega, ne, treba nakazati, da so se s tabo začeli pogovarjati 1 milijon mark, ki jih takrat ta Toni ni nakazal in to je bil problem. Ne. Medtem, ko je pri nas sploh ni bil vprašanje denar. Gratis to. Ja, in on bi prišel, zmenili smo se takrat, ne, pač za 4 do 5 pesmi, nič več, ne. Pol sem to naredil, prišel je Ronan Keating, Boyzoni so prišli, ne, ki so bili takrat v vrhuncu, ne, Kelly Family so prišli tudi oni za ston, Michaela pa so prepovedali. Ne. Pa si predstavljaš ti, da bi on prišel, pa da bi takle se z njim, da je imel šanso. Ne, jaz sem imel to srečo, da sem njega osebno spoznal. Ja, pa tudi slikal sem se z njim. Jaz sem to srečo, ne, sej. A veš, toliko sem bil okrog po svetu, da sem kar nekaj stvari, oziroma nekaj ljudi spoznal. Ne vem, tudi Mick Jagger je bil recimo, ki ni bil nikoli pri meni na oddaji, ampak sem ga osebno spoznal, sem se slikal z njim, pa zdaj ne naštevam. Tega imaš ful, ne, teh arhivskih stvari. Bi lahko izdal, kakšne knjige, kdaj? Sej, ko smo se nazadnje pogovarjali, sem ti rekel, ne, kdo je naredil Melanijo Trump. Ne.
Kdo ima še danes posnetke od nje? Ne? Ja. Ona je kaj začela pri tebi? Pri meni. Kaj si imel to, kaj je bila? Torej, delal sem oddajo, ne, Ja? ki je bila v sklopu, to ni bila posebej oddaja. Mi smo imeli v Pogled za den, veš, jaz sem razmišljal, ne, Rubriko. kako bi jaz naredil oddajo, veš, ne, da bi jo res ljudje radi gledali, pa da je za vsakega nekaj. Ker če imaš ti sam govejo muziko, teh pač imaš fane te goveje glasbe, nimaš pa onih drugih. Ne. Če imaš sam pop, veš, nimaš teh z govejo muziko. Ne. Če imaš sam, ne vem, lepe punce, ne, nimaš onih, ki so malo ljubosumne, da Ja. se sam neke, Ja. neke lepe ženske tam vrtijo. Ne. Če imaš samo lepe fante, spet nimaš. Veš, vedno moraš, potem sem pa naredil več takih rubrik. Ne. Med njimi tudi ta tako zvani zlati prah, ne, ker takrat sem ga poimenoval kot zlati prah, ne, kjer sem dal priložnost vsak teden nekomu novemu. Ne. In so pol ljudje glasovali, in veš, to so bile nenormalne številke. Ne. No, in v tej oddaji sem imel pa obraz leta, s ki sem pa potem skupaj z revijo Jana naredil natečaj, oziroma mi smo pozvali za Jano pa preko televizije, da se punce, ki imajo pač manekenske želje, prijavijo. Ne. In potem smo jih tiste, ki so se prijavile, so seveda šle skozi ozko sito in rešeto neke komisije, ne. Vsak teden predstavljali na televiziji. Vsak teden, ne. Potem smo dobili neko finalistke, ne, neko skupinico 12-15, ki pa so potem imele posebno oddajo, kjer smo pa zbrali najboljše. In da to ni bilo kar neki, ne, da se zdaj mi tu nekaj greva, ne, sem jaz takrat poklical lastnika modne agencije Wiener Städtische, ne, to je bil pač nekdo, ki je imel lastništvo te agencije in je bila ta agencija izrazito močna za ta nemško govorni del. Enega iz Milana, Ricarda, ne, ki je bil izrazito močen za italijanske, bi rekel, tedaj manekenske vode. In sem poklical nekatere te agencije, ki so tudi v tem evropskem prostoru, med drugim tudi francosko, pariško agencijo, ki je bila takrat pa recimo že, kaj bi rekel, perlala, veš, da pridejo, da vidijo te Slovenke. No, in so z veseljem prišli, ne? Ker so prišli na neko področje, kjer je že nekdo neke stvari izluščil in tu je zdaj krem de la krem. In teh 15 finalistk je bilo krem de la krem. Med njimi je bila takrat seveda tudi Melania, ne? Knausova. Ja, ki pa je bila pri meni, se veš, na teh četrtfinalnih tekmovanjih gor po Slovenskih goricah smo imeli, pa v diskoteki pri Florjanu, Sveti Trojici je bila, ne, na odru, ne, Ja. z mano, z Stavrosom. In to so vse posnetke, ki še danes obstajajo. Seveda bila že takrat izredno lepa, tako kot je še danes. Ne. Se še čujete kaj? Ne, to bi se zlagal, ne, Ja. ampak je pa res, ne, da te posnetke, ki jih je približno za več kot uro, je želela imeti NBC, CBS, ne vem, katere televizije niso prišle, Ja. ameriške, ne. In jaz mislim, ne, če bi te posnetke jim dal, ne, takrat, pa jih nismo, jaz jih nisem hotel škoditi, ne. Ponujali so kar precej denarja, ampak veš, te televizije so delale takrat proti Trumpu, ne, zdaj, da tam pokaže Melanijo, kako je hodila tam po mojem odru gor v Goricah, ali pa, Ja. ali pa a veš, v kopalkah in to. Nisi hotel. Vprašanje je, kako bi te posnetke lahko zelo namerno uporabljali. Čeprav nič slabega, ne, saj smo jih mi pokazali na televiziji, ne. Pa nisem, ne. Mislim, tudi denar me ni premamo, ki ni bil majhen. Si spal z Melanijo? Ne, nisem. Ne. Ne. Zakaj ne? Ne, ona je bila pa taka in še Ja. moram to reči, ne, ona je bila strašno Ja, fokusirana. fokusirana. Se ni dalo Točno je premalo. vedela, Niti tebi, kaj kaj? želi. Ja, Je zamatrno. ne, Se pa preseneti niti zdaj mene. malo, ne? Ja. Kaj pa drugače, no, ko si teh punc spoznal tako ali drugače, mislim, si bil kar živahen fant, sem slišal jaz. Ne? To, se to govori, je to res? To nisi v redu slišal. Nisi verjetno slišal to. ker jaz Si bil sem- poročen že takrat, Ja, kaj? jaz sem zelo hitro spoznal Si ga mojo polomil, ženo. ja. Si Ne. ga polomil. Torej, star sem bil 20 let, ko sem jo se že- spoznal. Puh. Ja, in Ja, pa midva nisi malo s poti zavijal. Ne, ona je bila na vsaki oddaji. Zraven. Ja. Čisto na vsaki. Se čudi, jaz se ne čudim, ne bila. Ne? Ja, ona je tudi skrbela za delo, Ja. ona je imela neko svojo Ja. bi rekel, funkcijo v tej oddaji, ne, med drugim tudi styling zame. Tako da ne.
ne, nisem. Pes, da materno. Pa škoda, no? Misliš? Ja, ne vem, ti mi povej. Pa ne, če si zdaj rekel, da si zaljubljen. Tako sem jaz bil takrat, ne. Ja. Ja, sam no, ti si bil z Melanijo bil, ne? Pa bi se zdaj hvalil tu. Lahko bi, ne, mislim, lahko. Lahko bi probal, ne, pa No, vse to, na kraj pameti ni prišlo. Ampak, glej, ni mi žal. No. Ni ti žal. Ja, očitno je tvoja žena. Na koncu moraš nekaj vedeti, ne, biti vsak teden pred televizijskimi kamerami, biti vsak teden na prvih straneh Zeitungov, ne. A veš, da so kome čakali, da bi kaj o meni napisali slabega, ne. Pa nikoli nič. Viš, to te pa treba pohvaliti, da si bil pa dejansko zelo spreten s temi mediji, Ja, nisem bil spreten. ali res ni bilo nič za Enostavno ni napisati? bilo nič, ne. Pa pes, da materno. Ja, enostavno ni bilo nič. Pa kako, hodiča? Pa glej, sej moraš nekaj vedeti, ne, sej to vara. Mislim, ko si bil mlad, ne zdaj na stara leta, ko si bil mlad. Mislim, jaz tebe občudujem, ne, ker ti zdaj hodiš po teh seks šopih, pa to sem erotik šovih. to sem dal malo na stran zdaj, veš. Seveda Malo sem se distanciral, si imel take in Nekoč, drugačne porno zvezde. Ne. Nekoč Jaz se davno. spomnim, ko sem imel na mojo oddaji Čičulino, ki je bila takrat na vrhuncu, je prišla k meni na oddajo, pa dala ven Joško. Ne. Ja. Mislim, meni je bilo bolj narodno, jaz sem kar rdeč bil. Ne. Tebi ni, ne, kolikor vidim. Jaz sem profesionalc, ne, ja. Ti to Ja, jaz sem problema, profesionalc, ne. ne, dobro, ja. To se me pa preseneta zdaj, ne. No, pa če še to vprašam, takrat vem, da sta bila ta glavna rivala, ne, sta bila ti pa Jonas, ne. On je bil kao neki frajer, te jebo, ne, da si ti malo te bolj za starejše, ne, za gospe, da on je pa ta modernističen za mlade, pa ste se skozi malo dajala. Ne. Kako si takrat gledal na to, si mu kaj zameril? Ali sta bila res sovražnika, ali ste se zabavala? Pa zabavala smo se, ne, čeprav, vse veš, Jonas je bil faca, ne, in na koncu sem jaz to večkrat rekel, ne, to je človek, ki si želi biti jaz, ne. Ker on je skozi govoril, imam tu, vidite, jaz nimam zdaj nekih luči, pa nekega odra, jaz imam tu tako ti, ne, neki stol, pa zadaj imam neko sliko, ne, druga jaz nimam, ne. Pa tam video spot je napovedoval, ne, ampak je bil tak, veš, komedijant, imel je nek svoj pristop, nič narobe, ne. Mislim, bil je nek inovativen pristop, ki ga seveda nihče drug ni imel, na koncu vse je igralec, ne. Jaz pa seveda ne, polikan v kravati, z mikrofonom pripojen, plesalke, noge gor. Ne, na koncu ne, kaj se je zgodilo? Ja, ni hodič, ne, potem je on bil tak voditelj, ne, ker je imel na Pop TV-ju, je imel brez zavor, ne. To pa drži, ja. Ampak Stojan, pa ta prigoda, vem, da se takrat spomnim, ko so te neki hoteli, oziroma so te v zapor strpali, ne, zaradi utaje davkov, kar si pol dokazal, da so se zmotili, da je bila neka pizdarija, ne. Se sploh ni bilo. Ampak jaz sem čakal, da boš naredil zapor, a vem kak šov, ne. Reality show, Stojan v zaporu, ne. V 10 delih, ko so prehit ven prišel, ne. Ne, sej to je to, ne, ta favšija takrat gorela, ne. So tako daleč šli dejansko, ne. Pa ne, veš kaj bilo, sej sem že 100-krat pojasnil. Torej, mi smo pač nismo dobili denarja, ne. Nismo dobili sekunde na televiziji. In vsak teden je bilo treba najeti reportažni avto, ne. In Televizija Slovenija ga je nekaj časa nam dajala, potem pa v nekem momentu so rekli, veš kaj, zdaj ga pa mi več ne moremo dajati, ne. Dajte si ga vi nekod dobiti, ne. In mi smo pol ta reportažni avto morali sami najeti, ne. In seveda tak reportažni avto ni bil poceni, ne. Takrat so to bile kar neke cifre, ne. Bilo je približno 5000 nemških mark za en dan. Ker v tem reportažnem avtu so bile kamere, je bila kompletna televizijska tehnika, ne, ki so pa jo meni pripeljali iz Zagreba vsak teden, ne. In mi smo potem dobili, pač tak je bil lastnik tega avta, ne, mi je rekel, kaj ti jaz lahko dam račun iz Nemčije, ker jaz imam tam firmo, ne, iz Zagreba, ne. Rekel, v redu, mislim, ne, na koncu račun je račun, ne. In on mi je pol nek račun dal, no in potem, ko je davčna prišla, so pa seveda prišli s tako, bi rekel, kar je pač značilno, ne, torej inšpektorica je rekla, veš, jaz sem zdaj šla v Avstrijo gledati, pa vse renta, kar sem poklicala. In ni avta, ki bi stal 5000 evrov mark na dan, ne. Sem rekel, vse to ni avto, ne. To je avto za tehniko, ne. Ja, že, samo to ne stane, to stane lahko kvečemo 200 mark, ne, to ne more biti 5000, ne. Zdaj pa ti ne dokaži, kdo ima prav, kdo nima, ne. Pol je to cela kolobocija bila, skratka. Ta račun, ne, so mi pač usporavali, češ, ja, ne, kdo bo pa dal 5000 nemških mark
Čeprav je nacionalna televizija celo takrat, ne, če je dala avto v najem z zunanjim naročnikom, računala 7.000, ne, smo mi dobili zelo dobro ceno. Ne. Pač jaz sem to ocenil kot neko, ajmo reči, grenko, favšijo, ki jo sem jo pač požrl, no, ker namesto, da je bili zadovoljni, da smo se mi sami, ne, prebili skozi to, da smo sploh lahko to delali, ne. Što pa na drugi strani prinese potem take in drugačne No, ker se spomnim, te novice takrat, negativne učinke. To je še mene je to, še mene je to vse, kaj sem na koncu, stavo, na koncu je bilo potem na sodišču popolnoma drugače. Ja. Ampak predno ti to dokažeš, veš, to je problem. Ne. Pa tudi ljudje pa dobijo idejo, da skriv, ne? Itak, ne. Se te prepne nekaj in imaš pizdarijo, a si pa zaradi tega šel verjetno v politiko, ne? Ko te razjezili to. Veš, jaz še vedno pravim, jaz nisem politik. Ne. Veš, ti, če si recimo v nekem mestu, kot je Maribor, ne, jaz pravim temu mestu najlepše mesto na svetu. Tam sem odraščal, tam sem se rodil in tam živim. Ne. Ti ni vseeno, kako izgleda to mesto. In ko zdaj preslikam to Mevčehovsko zgodbo, kaj se je takrat dogajalo, ne, ker smo mi bili daleč pred Ljubljano. Ne. Istočasno je pa ta ista Ljubljana seveda bila zelo mačehovska, ne samo do mene, ne, ampak do vseh mariborskih takrat gigantov, ki so bili ponos, ne samo Maribora, Slovenije, celotne Jugoslavije, govorimo tam, metalni, hidromontaži, konstruktorji, elektrokovini, to so bile blazne firme. Ne. In vse to se je v nekem momentu zlomilo in takrat politika ni najdla posluha za to, da bi se te firme na nek način ohranile, ampak so vse ena za druga začele propadati. Da bi bil, jaz temu rečem, naš ponos štajerski še bolj poškodovan oziroma načet, so nam v nekem momentu odnesli še zavarovalnico Maribor, katere smo vsi mi vlagali denar, z nenormalnimi dobički so jo pripojili eni od ljubljanskih in kar je bila pa pika na i, jaz kot Mariborčan, mi smo imeli novo KBM, banko, v katero smo vsi vlagali naše prihranke, vsi smo imeli tam račune, potem pride nekdo iz Ljubljane pa reče, ja, zdaj bomo pa vam dali možnost, da to banko imate vi, ne, bomo vam dali delnice, ne. In jaz sem vse moje prihranke takrat, mislim, jaz in žena, smo šla pa smo kupila delnice. Nove KBM. Ker je bilo rečeno, mi garantiramo, da je to dobra naložba. Se daš predstavljati? In potem smo pač šli, pa smo v vrsti stali, da smo lahko te delnice nove KBM kupili. In na to neki dan, ne, neka skupščina, spet v Mariboru pridejo nekateri politiki iz Ljubljane, jaz sem bil na tej skupščini kot delničar. Sklep, da nas bojo razlastili. Torej, da tisto, kar smo vložili, ni več. Pa pazi, banka ni šla v stečaj. Ja. Banka ni šla v, ne vem, ajmo reči neko prisilno poravnavo. Ker naenkrat smo ostali brez vsega. Pazi, čez nekim sklepom neke politike, vi pa od danes dalje več nimate nič. Ja, čakaj malo. Kako je to sploh možno, ne? In tam sedim in si rečem, pa čakaj malo, pa kdo ste pa vi? Ja, mi smo pa politiki, veš, smo prišli iz Ljubljane, zdaj mi smo se tako odločili. Ti boš meni zdaj moje delnice vzel, pa čez noč sem bil brez vsega. No, in veš, te stvari so me jezile, ne? In sem rekel, pa zakaj se mi ne bi enkrat postavili malo po robu temu, ne? Zakaj bi mi morali vse to, kar oni rečejo, res požreti slino, pa se pripogniti? In isto sprašujem vas Celjane, ne? Ker, kaj sem ti prej rekel na začetku, da se vsako jutro vozi v Ljubljano 140.000 ljudi, da se tam kruh reže, po drugi strani pa v ustavi je zapisano, da se morajo ustanoviti pokrajine in da se mora iz Ljubljane prenesti oblast
na te pokrajine, ključno s Celjem. Ker če boš ti danes hotel graditi poslovno stavbo v Celju, tako kot mi recimo v Mariboru, ne, boš rabil približno 25 soglasij, da ti dajo iz Ljubljane. Soglasij. Pa čakaj malo, pa kdo je tukaj nor? Teh 140,000 ljudi se vozi v Ljubljano, da tam dobi na ministrstvu neko službo in da oni, birokrati, nam zdaj tam nekaj dajo, da bomo mi lahko tu nekaj zidali pa gradili. Pa kdo je tu nor? In to zdaj, če ti meni rečeš, ja, pa ti si zdaj neki politik. Ne, nisem politik. To je zdrava kmečka pamet. In seveda, ne, To si se angažiral, pa, ne? Ne, nisem, ampak narobe se mi zdi, to je narobe svet. Ne? Ja. Mislim, neka ustava, ki bi naj bila najvišji dokument v tej državi, je zavezujoča za vsako politiko. Zdaj pa ti meni povej, kdor ne spoštuje ustave, če jo ti ne boš spoštoval, pa boš kateri koli člen te ustave kršil, ti boš zaprt. Oni jo ne spoštujejo, pa nihče ne odgovarja. Zdaj te vprašam, ne, ali bomo to še naprej gledali, pa razumeli, ne? Ali bomo pa rekli, čakajte malo, fantje, zdaj pa je dost, ne? Neki dan D je prišel, ko pa mi več ne moremo tak, ne? Dajte spoštovati ustavo in dajte pristojnosti prenesti, da se ti Celjani, Mariborčani ne bojo vozili v Ljubljano, ampak da lahko tu delajo, ne? In te stvari moramo doseči. Jaz se borim zdaj za to. Zdaj imaš kaj trenutno, imaš listo, stranko, kaj imaš? Pa ne, jaz nisem član nobene stranke. Preko česa se zdaj boriš? Jaz sem v bistvu zdaj na podporo, bi rekel, tega trojčka, to je Nova Slovenija, SLS pa Fokus, ne, kot neka združena koalicija, ker se mi zdi fenomenalen program njihov, res dober program, ne, gospodarski. Preko te zgodbe, Pa zakaj dober, ne, še bom to povedal, ne. Pa se ni to nobena pameti. Ta program, ne, je recimo prepoznal in prepisal ali pa recimo temu kopiral, ne, davčni program Avstrijcev. Se tu ni treba biti pameten, ne, ker v Avstriji recimo, ne vem, gostinci, frizerji, vsi ti mali obrtniki, podjetniki plačujejo enkrat na leto pavšalni davek. Ne rabiš knjigovodstva nič. Koliko si imel lani prometa, letos plačaš pavšalni davek in te država pusti pri miru. Tudi knjigovodstva ne rabiš. Za vsaki šravf, vijake, ker mi smo zračunali, tisti, ki malo danes posluje ali pa dela, ne, približno 20 ur na mesec porabi samo za birokracijo, ki jo ta država hoče. Ti si moraš evidenčno pisati, a veš, delovni čas, kdaj si prišel, tu če imaš svojo firmo, pa kdaj imaš malcev, pa če tega nimaš, ko pri inšpektoru moraš plačati kazen, pa čaka malo, pa kaj ste vi nori, ali kaj? 20 ur. Kar je na leto 200 ur. Ti znaš predstavljati, kakšne so to številke in kakva je to zguba, ne? In ta program, za katerega se pač zdaj borim, da je recimo temu rešitev za vse nas, je pa to, kar pač na Zahodu že leta in leta funkcionira, nobenih problemov, laufa vse, a veš, vse je tako, kot mora biti in jaz sem prepričan, ne, da bi mi marsikaj lahko, kar je dobrega, seveda, vzeli iz tujine, dali v naše gospodarstvo in pustili ljudem, da živijo in da delajo, ne pa da jih bremenimo z nekimi birokratskimi zadevami, davki, ki grejo samo iz meseca v mesec po neki nelogični poti navzgor, ne. Zadnja vlada, saj to tako veš, je pač uvedla toliko in toliko novih davkov. In trenutno smo mi en najbolj obdavčenih narodov na svetu. Zdaj pa, če ti meni rečeš, a je to politika? Še enkrat, ne vem, narobe razumi. Jaz zdaj ne govorim o levih, pa o desnih, pa o vrednotah narodno-osvobodilne borbe, pa o ne vem čem, pa o neki zgodovini, ker niti ni to pomembno. Je pomembno, ampak ne zdaj za moje razmišljanje. Za moje razmišljanje je, kako bomo mi, mali narod, kot smo, živeli jutri. Zdaj nas kregajo po dolgem pa počes. A veš, kot da bi to nekomu pasalo, ne, da smo skregani med sabo, ne. Da bi se združili, najdli vse najboljše rešitve od zunaj in postali to, kar sem verjel, da bomo. Takrat, ko sem začel to oddajo delati, ker smo takrat bili, a veš, Slovenci na preboju, ne. Takrat smo se osamosvojili. Jaz sem, ko sem prve ljudi klical, je bilo leto 92.
vojna. Mene so spraševali tu na Balkanu, ne, a ne bojo kakšne rakete prišle k nam. Ampak smo takrat, ne, v dobri veri, da bomo vse skupaj dvignili, res z veseljem ustvarjali. Zdaj ni več teh raket. Imamo pa neumno politiko, ki nas iz ene ponosa države seveda vleče nazaj na Balkan. Ne. Prehiteli so nas, vam rekel, zdaj Poljaki, Čehi, zdaj nas bodo kmalu tudi Hrvatje in na koncu še Albanci. Ne. Ampak imaš zdaj, ne vem, recimo plan pri parlamentu, da boš tam glasen, boš tam tudi po mizi udaril. Ne, isto nimam jaz plana pri parlamentu, ampak kako boš, na kak način boš to opozarjal? Mislim, na kak način boš? Pa moraš priditi, ne, če boš želel biti glasen. Ne? Pa, veš, zdaj pa ti meni naštej 5 poslancev ali pa vsaj 2 iz tega okraja tu, ki hodita v Ljubljano in tolčeta po mizi in rečeta, Celje je zakon. Povej ime pa primek. Ja, mi tu vem, da v Celju imamo samo Janjo Slubo, ne? Edino poslanko v zadnjih 100 letih, ko se jaz spomnim, da jo sploh imamo. Drugi sploh nimamo. Imate, samo ti ne veš za njih. Ne? Ja, oni nič ne delajo. Okay. Vsi v Mariboru jih tudi imamo. Ne? Ja. Sem še... Vem, da kaj bi ta vaš Dejan Kaloh Mariborčan, ki je pa šel od Janše stran, zdaj ima svojo stranko, ko bo dobila 0,001%. Če bo, ne, in je zaključil kariero. Recimo. Drugih pa jaz vsaj jezik ne poznam. Ne, problem je, da mi Štajerci nimamo prepoznavnih poslancev, pa kaj, zakaj ki bi govorili o štajerski na glas. Zakaj ne? Kaj in govorili o tem, zakaj? Ja. Zato, ker nimajo jajc. Ne upajo. Ker so vsi imenovani strani Ljubljane, so bolj ali manj ljubljanske srajce, bi rekel, srajco prinesli preko Trojan, in tam, ko da nekateri še celo po ljubljansko govorijo. Ne? Ni to sramota. Veš, da je. In zato ti jaz pravim, ne, da mi moramo, Štajerci, se moramo enkrat postaviti po koncu, pa reči, veš, včasih smo rekli, če ne drugače, pa bo na Trojanah meja. Ne? Ja. Pa veš, kje bi danes bili Štajerci, če bi bila meja na Trojanah? Mi bi bili pred Avstrijci. Verjameš? To ne bom ti odgovarjal. Ja, ampak, mislim, Stojan, pa boš naredil kaj, mislim, boš šel z besed na dejanja. Pa ne trudim se, ne, a veš, ja, ljudje pa pač vse veš, ne hodijo na volitve. Pazi, na volitvah je tak, ne, da ljudje niti ne poslušajo, kaj govoriš. Ne. Oni zdaj gledajo Janša, Golob, a veš, to zdaj, kjer bo zdaj, kjer ga bolj, ne, besedno premagal, pošel še tam neki mali, neke stranke, tisto tak se skrbi brez veze in to je zdaj poanta. Ne. Oni ne gledajo, ne, da je isto Gartner, recimo, na neki listi, pa bi ga lahko obkrožil, ker bo on definitivno začel govoriti o Celju, pa toliko po mizi. Ne. Ja. Ampak oni bo pač obkrožil ali zeleno, ali plavo, ne. Ker pač to sta zdaj te politične sile, kar je totalno zmešano vsako logiko. Ja. Ampak Stojan, je pa fascinantno mi, da pa za župana recimo, pa nisi bil izvoljen, pa si bil 100% da boš, ker si bil zvezda. Ne. To je pa res, ja. Kaj pa tu fora? Si razmišljal? Ja, takrat sem imel pa, rekel, Hanglera, ne, ki je pa res izrazito velik maček bil. Ja. In jaz ne nikoli pozabil, ne, ko sem zgubil volitve, ne, ker je Hangler zmagal, sedima tako za midva. Pa pravi meni Franca, veš kaj? Ti povem, kaj si ti delal narobe, ne? Se rekel, povej, ker meni še danes ni jasno, ne? Ja. Mislim, ti si meni zadnji kmet, ne? Ja. Jaz sem bil pa neki gospod. Ja. Je rekel, viš, zdaj si dal sam odgovor, ne? Kaj ti ne razumeš, da folk nima rad človeka z neko kravato pa to? Ljudski človek mora biti. Ti moraš biti tako, ko sem jaz bil, imaš me en reglc malo gor, en kravatl sem imel gor, pa puli sem imel, pa tak sem gledal, ne. Veš, kaj sem rekel, se za malega človeka bolim, ne. Ja. Ti si pa govoril, o velikih stvarih, ne. In ljudje so mene prepoznali, ne tebe, ne. In sem rekel, Franca, pa res je tak. Zdaj bi se upal spet kandidirati za župana. Ne, nimam tega, niti nimam te želje, ne. Mislim,
na koncu koncev, a veš, ko enkrat greš na te volitve, pa ko ne dosežeš rezultata, brez veze se še zdaj izpostavljaš. Medtem ko se Franca že 5-krat, ne, Ja, po ja, tistem, ne. izgubil pa je še 5-krat je spet že šel, kandidiral, ne, pa Ja. 5-krat je izgubil. Mislim, nič narobe, ne, zdaj. Ampak problem, ki ga imamo v Mariboru, je pa tak, kot ti zdaj govorim ves čas, ne. Kdorkoli se pojavi zdaj v boju s Kanglerjem, bojo vsi šli voliti, tudi tisti, ki ne volijo, voliti samo da ne bo Kangler. Jaz govorim za Maribor. Ja. In če preslikam to na državni nivo, je približno enako. Ogromno je gre, ker pač strašijo s tem, ne, kaj bo, če bo Janša zmagal. Morate iti, ker potem se bomo po najslabše pisalo in boste, ne vem, kaj boste vse. Ne. In tak je, ne. Kako si pa zadovoljen s tem aktualnim vašim županom Arsenovičem? Imam občutek, da ne najbolj. Ali si, Pa ne, glej, on je v prvi vrsti, ne, čakaj, ali drugi mandat že zdaj? Ali, Ja, drugi, drugi ja. mandat, ja. on je v prvi vrsti poskrbel zelo dobro zase, ne. Bistveno manj za Maribor, Ja, ne. ja. Ampak spet, ne, neke projekte, ki jih je seveda ta mestni svet že prej pripravil, ne, je on speljal, ne. Mi smo pač imeli že prej neke cilje, plane, ureditev lenta, ne vem, ureditev knjižnice in ene stvari, ki so v Mariboru recimo zdaj v njegovih letih, kot kar je prevzel, ne, zrasle oziroma še vedno rastejo. Pač ima to srečo, ne, da je stvari dobo že pripravljene in zdaj pač zaključuje. Mi Mariboru pa mu očitamo to, da njegovega zdaj že skoraj vse tam v starem delu mesta, ne. On to kupuje, sicer nič narobe, ne. Zdaj, kako, s kakim narom, to ne vem. Najverjetneje se je tako odločil, ne. Ampak tam okrog njegovih nepremičnin se gradi, se ceste obnavljajo, je kanalizacija, je vse, ne. Medtem ko pa na obrobju mesta pa so take luknje, ne. Dobro, ne, saj. In to mu zamerimo, ne. Ker zdaj te vidim, da si dosti aktiven spet na Facebooku, ne, da opozarjaš na te napake, na te stvari, zdaj te Ja, pa spremljam malo. Ne. poslušaj Iztok, ne. Vprašanje moje, ne. Letos je leto 2026, ne. Železnica Maribor-Ljubljana, povprečna hitrost je 51 km. Ti se v Ljubljano ne moreš pripeljati preko v 2 urah pa pol ali pa 3 urah. Ne? In zdaj aktualni državni sekretar prije v Maribor pa reče, mesec dni nazaj, nažalost, ne, mi tudi v naslednjih 25 letih ne vidimo prioritete za hitro železniško progo Maribor-Ljubljana. V naslednjih 25 letih, torej ti boš star čez 25 let, koliko? Pa reči ne vprašam. Ja, okay. Ampak tudi, ko boš že takrat star, se bo ta proga še isto s tako hitrostjo vozila kot danes. A misliš, da ne bi bilo pametno, da bi se ta proga postavila, da bi se lahko ti recimo iz Celja pripeljal v Ljubljano v 25 minutah, jaz iz Maribora pa v 50. Ker potem se mi to več ne bi rabila z avtom voziti. Ja, ja. In če tu ta vlada, ne, Štajerske, Celja in Maribora ne prepozna kot neko prioriteto, medtem ko mi imamo tam še drug problem. Imamo letališče, ki edino nima niti ene letalske proge, mislim povezave, redne linije. Pa zakaj je nima? Ker ta ista država, ne, pač reče, vse drugo je prioriteta, samo mariborsko letališče ni. Kaj pa ne naredijo? Ja, dovoljenje bi morali dati, da bi se pista iz sedanjih 2,5 km podaljšala za 1000 metrov. Ker potem bi prišli vsi ta veliki in bi lahko pristajali. Tako pa lahko pristajajo pač manjša letala. In mi smo edino letališče, ne, ki nima niti ene, kot sem prej rekel, letalske linije. Pa veš, kakšen je interes? Vse tuje korporacije so prihajale z željo, da tam naredijo.
pa zdaj ne govorimo samo o potniškem prometu, govorim predvsem o servisu letal. 1500 delovnih mest bi dobili v momentu, če bi država dala zeleno luč, da bi se tu na letališču zgodil preobrat in da bi se tam postavili hangarji za servis letal. Tako je. Pa ni prioritete v tej državi. Zdaj pa jaz te vprašam, si ti Štajerec? Pa kdo se dela norca z nas? In če se mi ne bomo sami, a veš, enkrat gor postavili, pa rekli tak, zdaj pa ustavite konje, ne? Ampak, Stojan, tako razmišljaš, zakaj nisi enostavno, ne vem, ostal zvezdnik, pa bi pustil te probleme za sive lase drugim, ne? Zakaj? Ker mi ni vseeno za moje vnuke, ker mi ni vseeno, veš, imam 3 vnuke. Če si začutil to, da moraš tu se oglasiti. Nekdo se mora, ne, saj jaz vem, saj mi vsi reče, pa daj nehaj, to živi tam, pa sej zdaj to ti vlak imate ali nimate, ne, to ti vlak imate, a imate tam kako letalo, ker se to sploh brez veze, razumeš, pač nimate, ne. Pa sramota je, da imam letališče, pa da nimam niti ene linije, pa sramota je, da se moram voziti s totim Go Optijem na Dunaj, a veš, da od tam lahko nekam letim. Pa sramota je, da so naše letališče prodali Nemcem in da imamo bistveno dražje karte zaradi tega, kot ima katerokoli okoliško letališče. In sramota je, da so Adrio tako rekoč potopili. Pa noben nič ne reče. In sramota je, veš kaj? Spomni se lanskega leta. Mislim, jaz ne vem, kako gledate vi, ne, tu v Celju, ne. A pa pazi, ti si se lansko leto poleti iz Maribora v Ljubljano po cesti, po avtocesti vozil najmanj 4 ure. Ja, če si imel srečo. Tako, če si imel srečo. Ja. Ker je nekdo napačno planiral obnovitva oziroma obnovo cestišč na avtocestnem vozlišču. S tem povzročil 300 milijonov evrov gospodarstvu škode. In zato noben ne odgovarja. Zdaj pa pazi, vlaka nimamo, avtocesta, zdaj ko, recimo zadnjič sem šel do Štrasbura, ne, Nemčiji, Avstriji, zdaj povsod, veš, obnavljajo te ceste takoj po zimi, zdaj je idealno vreme, ne, 15 stopinj. Pri nas, tam je zožitev tu, ko se peljem iz Maribora proti Celju, v Slovenski Bistrici. Nikjer nobenega, pa zožitev ceste, pa ni kadarkoli se peljem, niti enega ni. Tu sem se jaz tudi večkrat sam oglasil, da tu smo res mojstri, ne? Ker na Kitajskem v enem tednu zgradijo mesto, ne? Tukaj pa v enem mesecu obnovijo 1 centimeter ceste. Ne? In jaz pa pazi, če bi nekdo tam bil, pa nekaj delo, bi človek rekel, težko jih boš našel. Kar, recimo meni, se pravim, jaz sem, to tebe vprašam, no, ali jaz to narobe razmišljam, pa se moram tudi jaz tu oglasiti, no. Sem rekel, kaj je problem 24 ur na dan v 5 smenah dati delavce delati, pa jim dati 500 strojev, pa zaključiti v 14 dneh celo avtocesto. Kdo se dela norca z nas? No? Zakaj imajo ti ljudje, to se pa tudi nastavimo, zakaj imajo ti ljudje v glavi, se lahko so 3 leta zastoji, kaj pa je to? No, ta del mi je fascinanten in nejasen. Se pravi, zakaj imaš idejo, da lahko za 3 leta upočasniš neko hudo prometno cesto in bomo že. Viš, ta del pa tudi meni ni jasen. Ta del pa tudi meni. In zdaj grejo vse investicije, dragi moj Istok, ne, proti Primorski, Ljubljana, pa dol Primorska. Ne. In iz te vzhodne kohezijske regije, govorimo Trojan sem, ne, nam je Evropa dala nekaj denarja. Ne. In zdaj je ta vzhodna kohezijska regija dala svojih 200 milijonov za gradnjo nove železniške postaje v Ljubljani, ki bo najbolj super, najbolj mondena. Vse nič narobe, da se razumemo. Ne? Samo zakaj tega denarja niso dali, da bi se mi lahko sploh z vlakom vozili? Ne? Jaz na tebe računam, zdaj boš red naredil. Ne, jaz računam tudi na tebe. Ker če bomo skup stopili, če bomo Štajerci skup stopili, ne? Pa rekli tak, zdaj pa je dost, ne? Potem bo se nekaj premaknilo, ker drugače bomo pač vedno neki hlapci, tako kot je pač že Cankar govoril, ne? Tak si, zato si rojen, da boš hlapec, ne? Zdaj, zakaj pa, ne?
Pa ne, zdaj delam nobene revolucije, ne, narobe razumem. Ampak jaz vedno rečem, Štajerci se zaslužimo več. Ker na koncu koncev isto dajemo v to isto malho državno, dobimo pa strašno malo ven. Pa naj napovem, ali pa naj ti povem še nekaj podatkov. Ne? V zadnjih letih, ogromno delovnih mest, 2/3 vseh novih delovnih mest je bilo v Ljubljani. Samo 1/3 pa v celi ostali Sloveniji. Pa te se moraš vprašati, da je nekaj tu hudo narobe. Ne? In če se mi ne bomo sami za sebe postavili, se nam slabo piše. Ne? Mi bi se mogli odcepiti Slovenije, tako Prekmurje nekoč, ko je postala republika. Pa ne odcepiti. Ne? Sej na koncu mi smo že enkrat ali dvakrat smo že žugali, ne, da bomo dali na Trojano meje. Ne? In seveda takrat si potem državni sovražnik številka 1. Ne? Ampak jaz mislim, da se to da samo tak, ne? Ker če bi isto Gartner prišel iz Celja v parlament, pa Stojanov iz Maribora, Mija bi to tam vse spremenila. To se pa strinjam s tabo. To se pa s tabo strinjam, ne? Ampak veš zakaj jaz... Ker Mija bi toliko po mizi pa rekla, veš kaj, ne bova pusla. Ampak veš zakaj jaz ne kandidiram v nobeni stranki? Sem ti povedal, da jaz sem zelo preračunljiv očitno pri politiki, ne? Veš kaj mene jebe, ne? Predstavljaj si, da se jaz zdaj izpostavim, res, vse se že prevečkrat izpostavim, pa imam tam dolgi gobec, ko ni treba, pa mi pol škodi kot medijskemu delavcu, ampak lej, jebi ga, ne. Predstavljaj si, da se zdaj izpostavim še pa bolj na hard, tako ti, ne. Pa gremo v neko stranko, pa ni zdaj važno kjero. Pa se zamerim... Pa se jaz nisem stranki, nobeni, jaz nisem član. No, kakorkoli. Ja, no. Pa se zamerim, ne vem, to je vsem. problem, ja. Pa nisem zvoljen. No, komu bo pol? To je problem, ja. In to ti govorim, da ljudje tega ne prepoznajo, kaj govoriš, ne. Veš, fajn te vidijo, da ti tam z neko, ne vem, čičulino sediš, pa se meniš o njej, kako ona seksa, ne, ko pa govoriš o takih problemih, to pa je boljše poslušati onega v Ljubljani, ne. To je problem, ne. Drži se ti raj seksa, Garten, ne. Tak, ja. Ampak drži se ti raj kot in the act. Tako. Ampak Stojan, zdaj, če malo politiko še pustiva ob strani, ne. Reči, dajva v strani. Ja, dajva v strani, ne. Gledam te, ne, lej, zdaj si, koliko si, 62 let si se star, zato moram javno povedati, ne. Bil sem včeraj. No, včeraj si imel znan, no, pa si idealno si tu, ampak kako, mislim, enkrat v življenju nisi zašel ne s kilogrami, ne, da bi se malo zapustil, vem, da si bil tudi ta turistični vodič dolgo časa, tam bi se tudi lahko malo zapustil, malo zapil, malo zredil, ne, ti skrbiš, lej, pa se vidiš, kurba, se brez lažne skromnosti, ne, zdaj tu mi nakladati, poglej se v gledalo, ne, daj vajca dol, pa reč, lej, kurba, Aver, pa nisi tak slab ti, ne. Pa dobro, malo fitnesari, malo se ukvarjam športom. Orn, to mislim prav načrtno. Malo, paziš na sebe. Malo pazim, ne, tudi na prehrano, ne. A veš, tak, no. Zdaj, da bi zdaj nekaj pretiraval, ravno ne, imam pa slabo lastnost, rad pa grem s prijatelji na pivo zvečer. Tam se ti ne pozna to pivo nikjer. Ja, no, ni tako pogosto, ne. Ker po drugi strani je pa spet drugi problem, ne, ti če v Ljubljani recimo greš zvečer ven, povsod je vse polno, v Mariboru je vedno manj, ne, tako tu v Celju, ne. Zato pa ne moreš pjati. Tak, ja. Ampak kaj pa ne vem, da, dobro, nisi zdaj enak, kot si bil 40 let nazaj, to bi ti naklado, ne. Ampak zdaj si 10-15 let si zamrznjen v času, to pa upam reči, ne. Hvala ti. To pa ni zabancija, ne. Pa si ti tudi, ti si skozi. Ja, jaz sem pač jaz, ampak za mene, jaz sem fenomen glede tega, ampak kaj ti punce rečejo, no, ko te vidijo, te nekdanje ali pa sedanji ti rečejo, Stojan, pizda, ti si pa še vedno vreden greha. Ne, mi nič reče. Se ti, so kaj? Te ne gledajo več tako nekoč dekleta, ne zaznaš več tega poželenja v njihovih očeh. Nimam te, bi rekel... Ja, pa kak, pizda. Pa dobro, ko priješ moški, prija malo v leta, najverjetneje nisi več zanimiv tem ženskam, pa... Jaz sem si še vedno Stojanov, ne? Ja, no, to ja, ne. Ja, ne zaznaš tega. Da bi pa ravno bil zanimiv, tako kot si ti, ne, ker veš, še snimam zdaj nekih... Ja. Ne moreš se ti se ne moreš z mano primerjati. Pa meni zdaj tam neka politika, pa mi vse reče, daj, ga sredi to tvojo politiko. Jaz ne govorim politiko, jaz se postavim na železniško postajo, pa rečem, čakam že 30 let, tako kot Oto Pestner, veš, da bom se lahko pel z vlakom. Pa še naslednjih 30 let bom mogel čakati. Pa me gledala, pa rečem, pa kaj zdaj ti vluziš, pa daj razmisli, kaj govorim. Pa zato nisi puncem všeč več. Bil si jim pa. Sem bil? Ja. Svoj čas. Pa nisem imel tega občutka. Ja, si imel. Ne laži. Ko sem te videl. Videl sem te, ko si prišel na oder gor, da si videl, da vsi gledajo.
niso prišle zaradi mene, ampak zaradi gostov, ki ste jih pripeljali. To je pa tudi resno. To je pa tudi resno. Dobro, rekel si kaj, da imaš 3. Niti enega medvedka ni bilo za tebe. Čeprav si pel pa si, ne, avizo, ta si ga vedno zapel. Ampak niti en medvedek ni bil za mene, veš, tako da ne. A veš, ko so tudi klačke padale tudi ne za tebe. Na oder, niti eden ni bil zaradi mene. Porka Madonna. Ja, tako je. No pa klej, rekel si, da imaš 3 vnuke, ne? Kaj, to imaš vse Sandra, kaj, imaš več otrok ti? Ne, Sandra, moja 3 otroke ima ima. 3, ja. Pa kaj je, ni pretirava malo. In včeraj, ko sem imel rojstni dan, Ja. prvo sem bil na neki preditvi, nekih hribih gor, pa so prišli me čestitati, ne, to je tako lepo videti, take otročeke, veš. Vnukece. Ja, Pa 3. 3, ne, Pizda, ta mala je ja. stara 14, 11, pa zdaj najmlajši 1 leto. Ne. To je pa čisto novo zdaj, ne? Ja, Pa kak je biti ded? ta mali je, Ja. tak je zlat, tak je Res. lep, mislim, to je Tako nekaj, je ne fajn vem, ti je biti kak je dedek. luškam pubec bo to, ne. Ja. Tak lep, kot si ti. Je tako lep. Tak bolj lep, sem Kot rekel. da neki moj, pizem. To se še manjka bi, ja. Pa drugače, kaj pa Sandra, zdaj mislim drugače, kak pa ona je Ja, ne, gledala? zdaj je pač mama, ne. Ja, saj pa veš, kak je kaj ti gledala ne na reče. tebe, no, je bila ponosna na tebe, imela probleme s tem, kdaj v šoli, Ja, to recimo. moraš ne vprašati. Ja, To je ti ne veš. Ona je o tem kar dosti govorila. Ja, Ja. ja. To je zanimiva zgodba, kako je ona to otroštvo dala skozi. Morda jo enkrat povabiš. Ne. In drugače pa ja, zdaj je mami. Pač, ne, imela je 2 poti. Ne. Ena je ta, da bi bila uspešna v nekih svojih, bi rekel, poslovnih vodah. Ne. Drugo pa je, da je uspešna v svoji družini. Ne. Govorim, če ti 3 otroke imaš, ne, pa to za takimi, Nimaš kaj več cajta za show biznis. si res potem moraš življenje, bi rekel, drugače zastaviti, ne, in se v bistvu žrtvuješ za družino. Ne. Ja, dobro si prej rekel, ne. Jaz sem takrat za mojo Karmen se pač odločil, ne, da imam enega otroka. Se ne, da si nisva želela še več, ne, ampak enostavno delo vse to nama ni dopuščalo, ne, da bi jih bilo lahko več. Ne. Čeprav danes Ti je žal. ti je žal, ne, Ja. ampak ja. Drugače pa ona, veš, da je bila Sandra pred leti gostja v moji takratni vdaji Gartnerjev bordel, to veš? Pa da sem od vsega Boga vprašal. Pa ja, sej. Si mi zameril, kaj takrat mislim, si Ne, vedel, da nisem. prijeh meni za gost. vedel sem, ja, Seveda. sem Pa si vedel. opozoril, da Pa ne, ti si faca, glej, jaz tudi rad Ja, pridem, ne, ja, zakaj pa ne. no, to je ne. pa res, ja. Mislim, vse ni slabega pri tebi. Ne. ja zdaj, ko se moram nazaj držati. Ne? Pizdarija, zato ni ta vdaja zdaj, to je zdaj podcast, to ni Gartnerjev bordel. Veš, jaz sem tudi Srečo na, imaš, ne? jaz sem tudi na NTV-ju prvi, ne. Ja, Ampak res prvi takrat, ne. Imel zvečer. Kassandro. Ja, ne, njo. Kot voditeljico. Ne. Enih 6 vdaj, mislim, da je A ne, postavljeno. več jih je bilo. Več jih je bilo? Ja, in ona je potem preboj naredila na področju te erotike. Veš, imel sem nek tak občutek, ne, da Ja. je treba dati to. Ne. Moment je bil taki. Ne. In, veš, na drugi strani pa folk, ne, vse tega jaz ne gledam, ne. Ampak vsi so povedali. Že so, ne. Vsi so vedeli. Lej, pokojni Max Modic je meni rekel, najbolj redni gledalci tvoje oddaje so tisti, ki pravijo, da je ne gledajo. Tisti so najbolj redni gledalci. Ne. Ampak Stojan, to vprašam vsakega gosta, pa mu tudi tebe, kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Pa če to počneš ali ne počneš. Jokal sem nazadnje včeraj na moj rojstni dan. Dobro. Od sreče. In to od sreče, ko te vsi 3 vnuki objamejo, ne, in ti pošljejo rojstni dan. In to je nekaj, kar je najlepše. Ne. Imaš ti kaj otrok? Ne, Pa kaj čakaš? ne vem. Mogoče ni to moj džir, ne? Pa dobro, zdaj si zaljubljen, pa zdaj. Ne. Ja, misliš, da bi zdaj mogel kaj narediti? Zdaj z Moniko, ne, da bi uživala, si ne otroke zdaj mislim, ali kaj. Pa zakaj ne Na bi? stara leta, pizda. Res te Zakaj? vprašam, no. Ja. Mislim, Ja, s ne. tolkimi zvezdami si bil, temi Ja. porno. Ja, pa kaj bi imel otroke med vsemi, ali kaj? Ja, ne, otroke. Ja, no, mislim. Ampak Ja, ne, čas je, da nekaj, da jaz temu pustim za rečem, sabo, ali kaj? zaplodiš, ne, oziroma da imaš nekoga naslednika. Ne. Pizdar, ja. Ja, ne me zdaj tu nekaj. Isto Gartner mlajši, ne, Ja, ki bo šel po tvojih stopinjah. Presego morda to. Ne. ja, A ja. veš,
Nisi o tem razmišljal? Ne. Mislim, zdaj ne, no. V tej fazi. Nekoč ja, zdaj trenutno prej. Pa kaj je bilo narobe? V bistvu, Imaš probleme? ne, ta Ti dam kakšne one male plave? ne rabiš, ne, zdaj moraš dati nekaj, da me to malo umiri. Pazi, zdaj sem star 51 let, pa seksam 2krat na dan, je to normalno. Pa vsak dan je to normalno. Iskreno mi povej, kot moškemu, je to normalno. Ne, sej to je vse normalno, ampak hočem te nekaj drugega vprašati. Zakaj otrok? Ja. Ja, ta prva punca, ta dolga, 10-letna, Kaj seksaš s kondomom? ne. Počakaj, no. Ta 10-letna bola? ne, 10-letna ta dolga ni hotela imeti otrok. Od 20 do 30 let in še danes nima. In sem takrat, po mojem, zamudil optimalni čas. Imam v glavi. Po mojem je to razlog. Pa analni seks je fajn, ja. To se pa ne prime, ne. Če si me to hotel vprašati. No. Ja, mislim, ne vem, povej. Ja, ne, jaz pač ugibaš. Ja. Ne, res, ta jih sem ni. malo v skrbeh zate. Ne, ta jih ni hotela imeti. Ja. Mislim, razumem težave, Ja. razumem tudi Ne, veš, ni vse težav, okoliščine, ni ki težav, so. ni težav. Ljudje so v stresu, Ja, ne vem, ne. vidim, delaš na radiju, Ne, kako boš pol zvečer, ko priješ Ne, domov. vse pod kontrolo. Veš, Sam pazim, kaj delam. mogoče, se pravim, je rešitev v tam malih plavih. Ne, zdaj to štima, ti povem, erekcijsko, sem zelo zadovoljen, zdaj moram potrkati. Ja. Sem presenečen nad samim seboj. Že ko se zjutraj zbudim, se začne, pa se pa nadaljuje skozi cel dan in celo noč. Brez da kaj vzameš. Brez. Pa to je v redu. To. Ja, veš, kaj je rekel Peter Thaler? Poznaš Peter Thaler? Ja. No, grdo je rekel, ampak jaz sem ga čez leta šele štekel. Ne? Je rekel, Iztok moj, kakva Viagra, ti moraš luknjo zamenjati. Sem rekel, kako? Je rekel, no, si boš prišel gor. Ne, vse ženske so najboljša Viagra, No, če te vidiš. pripravijo za No, tega. Ne? no, Ampak vidiš. to marsikera ne razume. Ne? Zdaj, Ja. zakaj ne? Ker če ti priješ tako zdaj ne domov, Ja. veš pa ona tam tisto televizijo, gleda neke turške serije, nobenega zainteresiranosti, Ja, ne? ja. Niti ni zdaj pomembno, da ti nekaj rečeš, ne? Ker pač je bolj zanimivo tisti Turk. Ja, lahko imaš probleme. Ne? Ne vem. Ja. Če pa te znajo, ne? Pripeljati do te faze, ne? Pa najverjetneje niti Viagre ne rabiš. No, to je rekel Peter Thaler. Ampak Stojan, kaj pa ti, kot nekdo, ki je tako dolgo poročen, kaj je recept, kaj pa pri tebi recept, da te stvari očitno štimajo? Da Karmen ne skače okoli, niti zdaj še vedno ne. No, vsaj govori se, da ne. No. Zdaj, če Ja. druga veš, mi pove, ampak načeloma naj ne bi. Ne. Kaj je recept? No? Kaj bi svetoval ljudem, ki nimajo takšnih izkušenj dolgoletnih v isti zvezi z isto žensko? Ker to nima, če kaže, ne. To je umetnost. Nažalost je moja Karmen že nekaj časa težko bolna. Ne? Tako da tudi ta trenutek je v UKC-u. Še pa nisem vedel. Ja, tako da je to nekaj, kar pa se je v mojem življenju spremenilo. Ne? In morda tudi zato sem se zdaj odločil, da grem na te volitve. Da malo to pozabim, veš, da sem malo spet med ljudmi, da sem spet malo na Facebooku. Ker to me je pred letom in pol, ko se je to zgodilo, totalno streslo. Spremenilo se mi je življenje, in nisem mogel pomagati, ker to je najtežje, ko zdravje, pa veš, pride v nekem momentu in ti naredi totalno, bi rekel, spremembo. Tako da, ja, nažalost je tak, tako da mi je o tem malo težje zdaj govoriti. Razumem, ja. Ampak predtem sta pa bila Ja, super bila sva par, super par, ampak Ja. v nekem momentu se je to zgodilo. Pizdomaterno. Popolnoma nepričakovano, neka diagnoza, ki jo se niti v življenju nismo, niti ona, niti jaz mislila. In ja, Pizdomaterno. ta trenutek je. Te razumem. Ja. Stojan, če obrneva vlogi proti koncu, pa dam jaz tebi možnost, da ti mene vprašaš 3 vprašanja. Glede na to, da si tudi sam novinar, voditelj, provokator, vse zadnje. Kaj bi me vprašal? 3 ti dam, evo, več ne, ker si. Kako me to zanimalo? Ja, Kako ti gledaš na te ženske, razumeš, Kjer je ženska? prvič, Ja. ki jih imaš na teh tvojih srečanjih, Ja. kot te, da rečem,
ki se svoje ukvarjajo z erotiko kot z biznisom. No? Ja. Mislim, kako jih gledaš? Jih gledaš kot seksualni objekt, jim pogledaš v dušo, želiš videti tudi njihovo notranjost, jih vidiš kot, recimo temu, umetnice, ali jih na drugi strani vidiš kot, kaj bi rekel, ne? Ženske, ki so pač za denar pripravljene narediti vse. Zdaj, tudi v tem poslu imaš različne tipe žensk. Ne? Res? Ene, ki so žurerke, tudi privat, ne samo pred kamero, in so tam samo zato, da seksajo 24 ur na dan. In so tudi po koncu seta, koncu nastopa, koncu filma, ne vem, VIP prostitutke ali showmakerke in skozi to počnejo. Imaš pa punce, ki so poročene, imajo otroke in jim je to zgolj posel, in ko se kamera ugasne, je ona bolj zadržana kot ena punca, za katero si ne bi nikoli mislil. Ne? Pa si pol njenega moža tudi intervjuval? Tudi. In kaj je rekel? Ja, da je ponosen na njo, da ima super kariero, pa da je tudi on en čas bil v poslu, eni so pa čist kontra v poslu. Pa morajo to sprejeti, ker če ne moreš tako punco biti, ne? Če to ne sprejmeš. Ne? Ampak, ko si me vprašal, ne? Mnoge so čisto običajna dekleta, ko se kamera konča, se ona obnaša popolnoma enako kot jaz in ti. In se pogovarja o stvarih, ki s seksom in z njenim poslom nimajo veze. Isto kot zdravnica. One se tam to glumijo, Ja. te orgazme hlinijo. Ene ja, ene ne. Ene ja, ene ne. Ene grejo z užitkom to delati, ene samo za denar. In tisti, ki so šli z užitkom, so postale svetovne superzvezde. Tisti, ki so šli samo za denar, so zelo hitro končali kariero. Imaš ene, ki so ekshibicionistke, ki uživajo, ki so šli tudi na oder, raznih sejmov in to. Drugo vprašanje, Ja. ti bi s tako bil? To je zdaj vprašanje za $1 milijon. Ne? Jaz sem lahko zelo odprt, ne? Pa zelo free mind, ne? Open your mind and the rest will follow and vogue. Ne? Ampak pizda, iskreno rečeno, prav porno zvezdo, ne? Pustimo go plesavko in tako naprej, prav porno zvezdo, ki bi bila na dan, ne vem, s 3, 4, 5 moškimi, začeli prišli k meni domov, ne? Po moje bi me zjebali, ja. Po moje bi me zjebali, tudi mene. Pa bi rekel, kurba, sorry, tole pa ne bo šlo. Čeprav je to tvoj posel, čeprav delaš, ne? Ti bi torej bil malo ljubosumen, ne? Bi izgleda, da bi bil, ja. Celo jaz, ja. Ne? Dobro, zdaj pa zadnje vprašanje. Ja, ja. A si kjer od teh dal dol? Glede na to, da ti meni nisi povedal popolnoma nič na tem področju, ne? Ti tudi jaz. Kaj ti ne rečem, če nisem? Ne, jaz pa tudi Jaz rečem. bi ti rekel, gledal sem to pa ono, Jaz mater. pa tudi rečem, Ti da si nisem. pa meni neki playboy, Oprosti. razumeš, pa Ne. če nisi. Lej, rečem, da Pa nisem te- isto kot ne ti. vem, kak je Ne, playboy si. Vidiš, kak je fajn. Vidiš, kak je fajn, ko ti nekdo ne pove. Pa Si nisi jaz videl? playboy, ti si Pusti playboy. ti. Vidiš, kak je fajn, ko ti nekdo ne pove. Si zdaj videl? Čakaj, Si hočeš videl reči, da zdaj? nisi z nobeno bil? Ti si tudi rekel, da nisi z nobeno bil. Jaz sem imel tudi punce takrat. Lej, oprosti. Zdaj Aha, torej, nočeš ja, povedati. ja, ti isto kot ti. Mislim, ker misli si. Ne rabiš, ne rabiš govoriti. Kaj si ti narca? Zdaj vidiš, ampak zdaj si videl, kak je to, ko nekdo ne pove, ko ga Mislim, nekaj zaboravil na vprašaš. tebe, ne? Mislim, Ja, no. kot moški, ne? Ja, se prav, da si. Ne? Ker si skozi takih družbi lepih punc, pa gor. Lej, pa dol. lansko leto sem imel roast, ne? So me zroustali v Celjskem domu, številni znani Slovenci, sem imel prav solo roast izven televizije in to. In tam se je govorilo, da sem imel 1000 žensk, se je govorilo. Ne? Pa si imel? Ha? Si imel? Ne daj mi izjav, ker ti tudi nisi nič povedal. Ja, jaz, ki je Da boš videl, normalno, kak je si fajn. videl. Da boš videl, kak je fajn. Ko ti en ne pove nekaj, ko ga vprašaš, si videl zdaj. Ja, samo ti Ja. mešaš mene pa tebe, ti si Ne non-stop rabiš, v tem. pusti, ti si bil pa zvezda, ti si bil pa orjaška zvezda. A veš, ko so samo čakali novinarji, Ja. da bi me ki ujeli v mišji luknji. Ja, no, dobro. Ampak danes je to še huj, danes imajo pa res vsi telefone, takrat jih niso imeli. Ne? Pa veš, kje so vse hodili novinarji za nami. Ja. Kamorkoli sem šel. Ampak videl si, kak je fajn, kot ti en ne pove nekaj. Si videl zdaj to? Ti se ne mislim, bolj zdaj zanima. imam zdaj slabo vest, ker jaz sem si mislil, mater, ti si taki playboy, ne. Ja, glej. Tu si vsak moški želi biti isto, ne. Ampak dober playboy Zdaj ne pa ne govori. vemo, kaj je, Dober ne. playboy ne govori o dosežkih. Kaj, to je zdaj, to Ja, je zdaj tako malo, misli si, kar malo si idi mi hočeš. dođi mi, ne. Misli si, kar si hočeš. Ne? Zdaj pa Stojan, ob koncu, ne, to te pa moram zdaj vprašati. Vse, da boš zdaj spet zmutil, pa zaniko, pa se boš zmišljeval, tako boš, ja, veš kaj, pa ne vem, pa to gor dol. Iz dobro obveščenih virov, ne. Ja. Iz dobro obveščenih virov so mi povedali, da ne bi ti tu hit spodi, ne, bil
En je rekel, takega, ko ima pa Stojan, ga pa nima niti Roko Šifredi. Ja, to si zdaj ti malo. Zdaj pa mi povej. Ti si zdaj malo v tej industriji. Pusti, tako so rekli. Ja. Ne, Stojan, tako so mi rekli. Ne, sej vem, ja. Zdaj pa govorilo se je, no. Dobro, to zdaj, kaj se govori, to je Ja. zdaj prvič nekaj. Ja, zdaj, kaj boš rekel zdaj na to vprašanje? Ja, to je pa nekaj, kar nikoli nisem imel tega, bi rekel, občutka. Da je kaj posebej izpostavljeno. Ja, ker pač niti ne vem, kako so pa drugi. Ne? Tak, ne? Ja, no, ne vem. Jaz si mislim, da si ti, če tako odpraviš, da Ja. ti 24 ur brez problema, pol Ja. si ti Mislim, za mene mačo. Ne? Ja, Jaz no. nisem tak. Ne? Jaz ja, sem tak, ne? Mislim, čist poprečen. Ne? ja, no. Ampak da pa bi 24 ur lahko, pa to zjutraj, pa zvečer. Pa Mislim, celo meni noč, zjutraj pa- že začne stati. Ne? Ja. Ja. Ja, kako pa pol ti potem priješ sem pa? Ja, se mi pol dol pade. Aha. Ja. Tako da ga tepeš malo po glavi. Ne, pa rečeš, rečem mir. Ja, z glavo sem povezan dol. Ne? Ja, To je neka svoja glava. Ne? Saj sem že da star. Pizda, ne? Torej kaj, nič ne boš v tem, nimaš. Ne, To so govorice, veš, kaj mislim, hočeš reči. Mislim, ja, Tako so mi rekli. No, če je zdaj. tako v redu, ne, saj, hvala Bogu. No, hvala Saj Bogu. nekaj ne. imam, ne. Ja, no, hvala Bogu. Ne. Stojan Aver, tvoj zadnji stavek za najne gledalce, po katerem se te bodo spominjali še kar nekaj časa, bi bil kaj. Ne? Ja, Štajerci, dajmo skupaj stopiti. Ne. Pa ne zdaj spet, da ne Ja, okoli, ja. ampak če bomo skupaj stopili, ne, bomo daleč najbolj uspešen narod v vseh pogledih. Ker znamo, ker zmoremo. Poglej, imamo tebe, imamo mene, imamo toliko sposobnih ljudi, podjetnikov, Ja. obrtnikov, izredno lepih žensk. Mi moramo skupaj stopiti. Ne moramo si dovoliti, da bomo samo neki hlapci. Ne. In jaz o tem govorim že zdaj nekaj časa in to si najbolj želim. Kaj če bi mogla mi stranko ustanoviti, Stojan? Ja, sej, veš kaj je ena pesem, ne, ki je bila meni zelo takih super, ne, Adi Smolar. Ne. Porno stranka. Ja. Ja, pa če si rekel, da In to- je nerodno. To je tisto, kar ti jaz govorim, da Če bi si ti rekel, lahko... da ti je nerodno. Ne meni, ti bi lahko, Jaz. jaz sem pač jaz, ne, Ja. ampak zate govorim, ne, ti bi lahko bil, Kaj, make Slovenija sexy again? ne, če bi Ne. ti bil predsednik slovenske porno stranke, glede Ja. na to, da te vsi poznamo, Ja, a veš, ja, pa tudi poslušaj besedilo, ki ga je Adi ja, naredil, ne. ja. Ti bi imel toliko članov in tudi toliko voljivcev, po mojem, ne, da bi ti to, kaj zdaj jaz govorim, Štajerce, združil, pa ne samo Štajerce, še vse ostale, Ja. in to bi bila veš, izredno močna, ampak res izredno močna stranka. Kaj da bi 50% dobili na volitvah? Mislim, ne, če ne brez veze. Ja, no, Kaj se boš po koaliciji mogel hoditi, impotentneži. Ne, 50% pa mir, pa mi se stavimo vse. Ti boš pa minister za kulturo. to ne bi bil. Ne, Mm. kaj bi pa bil? Minister za kaj? Ne bi bil sploh minister, ker Ja, me ne. to niti ne podrazno ne zanima. Aha. Ne. Jaz sem, pač, če ti povem mojo zgodbo, ne, Ja, veš, ko sem bil mlad, mi je bila tehnika, ne, sem postal inženir. ja, Pa sem razmišljal o ekonomiji, ker sem začel svoje firme, sem diplomiral iz ekonomije. Pol pa mi je bila neka večja želja, ravno to, kar si prej omenil, to potovanje po svetu in ta mednarodna. bi rekel. aha, da bi to bil. In sem magistriral iz mednarodne diplomacije, pred leti že. Ne. In meni je ta, bi rekel, a veš, relationship, odnosi, mi je bistveno bolj blizu kot pa, Prav, minister za zunanje zadeve. kot pa to kreganje v parlamentu. Minister za zunanje zadeve. Ja, recimo ta diplomatski parket. A pa še. Ja, recimo kakšno veleposlaništvo, Ja, ja. to bi me res zanimalo. No. Ker mislim, da je Slovenija izredno šibka na zunanji politiki. Ne bom rekel, imamo nekaj res sposobnih ljudi, ne, recimo, ki svoj posel obvladajo, ne. Je pa ogromno takih, ki so postavljeni na to mesto čisto iz nekih političnih vzvodov, ker so pač pripadni neki stranki, pa so prej v ponos, pa so prej v škodo Sloveniji, kot pa v ponos na posameznih veleposlaništvih. To je moje mnenje. Stojan, jaz mislim, da ko se naslednjič dobiva, bova imela že stranko, ker vsake 2 leti se dobiva, ne? Oziroma 2 leti pa Jaz pol. ne no. bom član, ampak bom te pa podprl. To pa Na to definitivno. računam. Ne? Ja. Nam se en glas dobil. Ne? Hvala ti lepa, Stojan Aver. Dame in gospodje, to je bil Stojan Aver. Ne? Tisti, ki ga niste do zdaj poznali, ga zdaj poznate. Ne? Zato dol, kar sem prej omenil, mu ne verje, to je iz dobro veščenih verov, govorimo o velikih zgodbah, ampak o tem, da je drugič.
In kaj ne rečem, ne, Stojan, ob koncu, čist zadnji stavek, ne, pa ne bom rekel druga, kot prej si me šokiral s svojo Karmen. Ne. To pa ti moram reči, da upam, da se vse naredi tako, da bo prav tako ali drugače. Bolj za njo upava, ja, tako. Hvala ti. Drži se.